Dober dan, 1, 2, 3, 4, 5, torej dame in gospodje, povej kaj. Danes sem jaz gostja. In to z svojim levim profilom, ne. Grem pogledat, čakaj. Da vidimo. Tično to, da grem jaz bližji, pa ti malo bolj nazaj. Se bomo zdaj probaš nekaj, čakaj. Kaj povej še kaj? Ups. Ja, dobro. Test 2, test 3, test 4. 1, 2, 3, 5, 6. Zala Klopčič. Zala Klopčič. Ja. Dame in gospodje, dobrodošli v novo epizodo podcasta Brez dlake na jeziku, ki ga danes, kot že nekajkrat snemamo v čudovitem Šport kafeju, ki nam ga prijazno odstopi Rok Taverna, ki je tamle mičkeno naprej. Predno povem, kdo je z mano, moram seveda pohvaliti, če tale moja noro, fajna očala, sončno dnevna, ki so mi jih dali pri optiki Javornik v Slovenskih Konjicah. Danes žal tista funkcija, ki vidi skozi obleko, ne dela, ker je nekaj se pokvarilo ravno na današnji dan, ampak pustimo to. Z mano pa je danes, kako bi jaz to zdaj rekel, ne? Ena punca, ki je totalno drugačna kot jaz. Ne? Ona vse, kar jaz zagovarjam, ona govori kontra. Ne? Vse, kar ona zagovarja, pa meni ne paše. Ne? Zdaj, če je to res in kako se to ena na ena odvije, bomo videli pa v naslednjih minutah. Torej, dame in gospodje, z mano je, skoraj lahko bi rekel, zelo glasna že. Ne? Eni jo imajo zelo radi, eni je ne marajo, ona je glasna res, tudi brez dlake na jeziku, kar mi je zelo všeč. Ona govori o temah, o katerih drugi ne upajo, govori tako, da dvigne prah, ne? Snema videe, provocira, ne? Zdaj, kaj je res, kaj ni res, zakaj to počne, ne? Vse to bomo danes izvedeli. Upal bi pa reči, da nasproti mene sedi bodoča slovenska premierka, ne? Ali vsaj predsednica parlamenta, to je fantastična, čudovita, ne? Zelo inteligentna in zelo simpatična Zala Klopčič. Ja. Sem prav rekel. Zala, lepo zdrav in dobrodošla v moj podcast. Ne? Hvala za ta izčrpen uvod. Ja, sem se kaj zmotil, sem narobe kaj. Mogoče v moji prihodnosti mečkan, ampak bomo videli, pustimo se presenetiti. Mislim, nimaš ambicij, da bi bila premijerka? Ne, niti ne. Deluje, kot da imaš, ne? Ne. Malo sem se bolj v aktivistične vode usmerila zdaj. Ok. Zala, preseneča me, da si upala priti na tale čvek, ne? Glede na to, da pazi, veš zakaj. Zdaj ne vem, koliko me poznaš, ne? Ampak, ne preveč dober, je to napaka? Ne, v redu je. Manj veš, boljše je. Ampak ne, hočem reči, da ne vem, koliko poznaš te moje poglede in tako naprej. Dejansko sem čist kontra kot ti, ne? Aha, okay. Zdaj minusi pa plusi se privlačijo, ampak bomo danes vidno ugotovila, kako in kaj. Ampak Zala, predno začneva prvo direktno vprašanje, ne? Verjetno te to ogromno ljudi vpraša, pa tem tudi jaz. Ne? Zdaj, kaj pri milem Bogu, ne? Tako mlada, ne? Simpatična in energije polna punca, ki bi se mogla ukvarjati z vsem drugim, razen s političnimi in zajebanimi vprašanji, počne ravno to. To se sliši, da sem čisto zgrešila s poti. Mislim, povej, ne? Ne vem, vedno dobim to vprašanje. Res, ja, verjamem, ja. Nikoli nimam pripravljenega odgovora, ne vem, kaj točno bi rekla, ampak meni se zdi, da ima vsak človek v sebi nek svoj potencial in neko svoje poslanstvo. In to, kar jaz počnem, ta politični aktivizem, ozaveščanje mladih, je pač moje poslanstvo. In že ko sem bila mlajša, sem bila vedno glasna, sem bila vedno nek tok sprememb, sem se vedno upirala neki splošni narativi, da imamo vsi tako delati, kot nekdo drug pred nami dela. Ne? Ja. In ne vem, taka sem postala. Doma so me v to spodbujali, vedno mi je moja babi recimo govorila, razmišljaj svojo glavo, povej svoje mnenje, ne se bodi ničesar povedati, sej konc koncev, ne, moraš izkoristiti pravico do svoje svobode govora. Ne. In potem so stvari nanesle tako, da sem pač se učlanila v nek politični podmladek. In potem sem tam spoznala še ogromno ljudi, ki so taki kot jaz. Okay. In potem se je zgodba odvila tako, kot je danes, da sem neke vrste politična vplivnica, pa ne maram te besede. Ja, ampak mislim, če te zmotim, ampak vseeno, dobro, te razumem, kaj sem mi zdaj povedala, ne? Ampak vseeno, če gledaš,
Zdaj, punce tvojih let, da se nisi več stara 15, si stara koliko 23, si mi prej povedala, 22 sem te postala za 1 leto. Dogledam, 22 let, tako mlada, zdaj čist šmrkla več nisi, to drži, ampak vseeno gledam tvoje vrstnice, njih zanima vse drugo kot to, kar zanima tebe. Ne? Zdaj pa, ali si ti problematična, pa si skrenila s poti, ali je v njih problem, da jih ne zanima to, kar bi jih moralo, pa si mogoče malo razočarana na to svojo novo generacijo po letu 2000, da se premalo briga za te stvari, ali se ti preveč, no? Kje smo zdaj tu midva? Ja, jaz ne bi šla na nobeno od teh skrajnosti. Ja. Jaz mislim, da je normalno, da smo vsi različni in da različne ljudi zanimajo pač različne stvari. Zdaj to, da mene zanima pač politika, je pač res tak splet okoliščin, ki se mi je dogajal v mojem otroštvu, pa v moji srednji šoli. Kaj pa ostali delajo? Jaz tudi pri 15 delala take stvari, kar danes delajo 15-letnice. Jaz sem tudi, ne vem, samo ne delajo še zdaj, ko so 22. Kaj se je s tabo zgodilo? Ne? Ja, ne vem, vedno sem bila malo bolj zrela od ostalih. Ja. Preveč, mogoče si preveč zrela, mogoče celo misliš. Kako boš pri 30? Imela otroke. Otroke boš imela pri 30 že, ali ne? Ali zdaj že planiraš otroke delati, ali kaj? Kakšno vprašanje? Mislim, ne vem. Mislim, ne, zdaj konkretno ta trenutek ne, ampak v bližnji prihodnosti pa, čim prej, ne? Mislim, vredo, ne bom govoril, ampak ne, glej, kaj hočem reči, ne? Sej ne da je kaj narobe s tabo, mislim, daleč od tega, si, bom rekel, glas neke generacije, to moramo vedeti, ne? Ti si postala, pa ne glede to, zdaj, ali se s tabo kdo strinja ali ne, dejstvo je, da si postala glas generacije, ne? Ki ima za sabo cel kup enih fanov, somišljenikov in seveda tudi takih, ki te ne marajo, ki bi te prebili na križ in greš na K, po domače rečeno, ne? Pa kaj se ta Zala oglaša, pa kaj bi za ona rada, pa kaj se za ona gre, drugi pa pogledajte to Zalo, pisa, ta pa ni kar tak, ta pa nekaj pove, ne? No, ampak vseeno, ne, če gledaš, Miža, ne bi bilo bolj, da bi zdaj pri teh svojih letih še malo uživala, žurala, se zanimala za vse drugo, razen za to, ker kaj če se ti pol zmeša pri 40? Ne, meni je tako razmišljanje toliko stereotipno. Mislim, ne vem, povej. Ne, meni je tako razmišljanje, ki ga imaš ti, je res... Mislim, ne, da ga imam, jaz te vprašam, ne? Dobar, je res stereotipno. No. Jaz mislim, da je ta mentaliteta, do 30 se moraš pa res žurati, znoreti, hoditi na potovanja, izkusiti vse, kar polka boš imel otroke, ne boš mogel. Ne polka boš imel otroke, polka boš stara. Ampak kaj mi pa preprečuje moja starost, da ne bi mogla uživati življenja? Križ te bo bolel, pa bolana boš, pa ne boš ti ljubil več. Ne bo me križ bolel, ko zdravo živim, pa se športam. Aha, okay. Tako da verjetno ne, upam, ne vem. Ja. Ampak tako razmišljanje me ne bo omejevalo. Jaz mislim, da je svoja mlada leta treba izkoristiti za svoj potencial, za smisel, ki si ga najde v življenju. Ja. Jaz sem našla v tem smislu, v tem uživam in vem, čutim, da sem na pravi poti. Zdaj mi pa to razloži, zakaj si pa ubrala to, bom rekel, to desničarsko pot, ne? Če je lahko tako imenujem, me popravi, če se motim, se pravi to konzervativno pot. No? Viš, to me tukaj mi pa zdaj ne gre skupaj, ne? Ta mladost tvoja, razposajenost, ne? Ki bi morala biti in ta konzervativen pogled na svet, ne? O katerem bomo zdaj debatirala. Ne? Viš, tu se mi pa tepe malo, ne? Ker od mladih vendarle pričakujem modernističen sistem, ne? Se pravi nekaj odprto, vse dovoljeno, vse podpiramo, ono drugo tudi, ne, ti to ne. Kot da bi iz ramene sedel, ne vem, nekdo, ki je star 70 let, po razmišljanju. Kaj pa na to praviš? No, jaz mislim, da je tudi to še en stereotip, ki ga imaš, zaradi tega, ker ni res, da so vsi mladi tako liberalni. Je pa res, da jih je več. Več jih je liberalnih kot konzervativnih, ampak smo tudi v Ameriki videli, kako je recimo 55% Gen Z-a, generacije, te, ki sem tudi jaz del nje, je volil pač za republikanskega kandidata. Ja. In ta trend se obrača. Jaz mislim, da v tem svetu, ko res lahko spremljamo neke nore stvari, ki se dogajajo, se vse več mladih pač obrača v neko smer normalnosti. Zdaj, kaj je normalnost, lahko vsak po svoje definira. O tem bomo debatirala. Okay. Ampak se mi zdi, da se res trend obrača. No, tudi v anketah sem brala na N1 zdaj en članek, kako se v bistvu mladi moški predvsem se v neko konzervativno smer obračajo. In se mi zdi to tak pozitiven veter sprememb, ker se mi zdi to liberalno razmišljanje tako res precenjeno. Tudi v Ameriki smo sploh videli, koliko je šlo to recimo delač. In ne vem, sem vesela, no, da se tako nekako obračajo trendi in da so mladi spet normalni. No, pa mislim, te to vprašam zdaj, kaj pa po tvoje določa besedo normalno? Ne? Kaj je po tvoje abnormalno, kaj pa normalno? Če gremo v sam srž tega. Ja, recimo, neke stvari, ki jih jaz danes zagovarjam, so bile pred 15 leti normalne. Danes
imajo pa mene za neko desno stran. To sploh ni desna stran. Jaz recimo samo zagovarjam, da sta spola samo dva. Ja. In to nekatere že ful razjezi. Samo to osnovno biološko dejstvo, da sta spola samo dva, nekatere mlade razbur do konca. Mi pišejo take stvari v komentarje, da je rajš ugasnem, kada berem do konca. Dobro, zdaj, mislim, spola sta samo dva, to je zdaj ta večna debata. Dobro, imamo moškega, pa imamo žensko. Ne? Vemo, pač fizionomija, anatomija moškega in ženske. Ok, ne? Ampak, ne? Kaj pa porečeš, ne vem, na ljudi, ki se pa rodijo z dvema spoloma? Imaš tu take primere, da se rodi nekdo z obema spolnima organoma? Torej, je zmeda. Mi imamo tudi ljudi, ki se rodijo s 6 prsti, pa ne rečemo, da imamo ljudje 6 prstov. Ja, kaj pa pol bi tizga imenovala, ki se recimo rodi kot... Je pač to narava se seveda včasih poigra. Tudi v živalskih vrstah se rodijo kakšni mladički, ki imajo kakšno napako, pa recimo potem mogoče celo poginijo ali pa karkoli, pač Bog ne deja, ne? Ampak to se pač... Narava se včasih poigra in zaradi tega mi ne moramo naših standardov spreminjati. Če je neka izjema, to ni pravilo. Ampak dobro, kaj pa če pustimo anatomijo primeru? Kaj pa, da se nekdo ne počuti dobro? To si razmišljala kdaj? Seveda. Da se nekdo ne počuti dobro v svojem telesu. Se pravi, da... Tako kot vsaka pubertetnica. Ne, recimo, da se fant začne slabo počutiti v svojem telesu, punca, pa ne govorimo zdaj, da ga moti, da ima velik nos, da ima premale prsi, da čuden zgleda. Govorimo o tem, da se glede spola počuti napačno. Ne? In je skozi nesrečen. Ne? Zdaj ti vem, da imaš te poglede zelo stroge, zelo ostre, ne? Ampak gremo s predpostavke, da gre tu za resno zgodbo. Ne za trend, ne za modo. Ne? Zdaj bom pa, ne vem, se podpisal kot nebinarna oseba, se bom odločil kasneje, kaj bom, pustimo to. Govorimo, da je nekdo res nesrečen. Okay. In da vidiš, da želi, ne vem, ali spremeniti spol, ali biti nekaj drugega, da se začne oblačiti v punca v fanta. To ti zelo obsojaš, kot vem. Ne? Zelo obsojam. Jaz ne obsojam ljudi direktno nikoli. Jaz obsojam ideologijo, ki mlade forsira v to. Pa kdo jih forsira? Kdo? Pač ideologija. Si odprl, a imaš TikTok? Mislim, 25 sledilcev na TikToku. Čakaj mal. Ja, ok, dobro. Sorry, ampak ne vem, kakšne stvari te pridejo na For You page, ampak jaz recimo vidim vse sorte stvari na For You page, kot je recimo kakšna z mavričnimi lasmi razlaga, kako je ona zaimek, ne vem, lemoni ali pa karkoli to sem zančila. To je showtime. Ja, ampak kaj si me vprašal, kdo to recimo spodbuja, kdo to forsira? Trendi. Trendi, ki so pač ta trenutek viralni na socialnih omrežjih. In mladi skozi visijo na socialnih omrežjih in jih to enostavno zastrupla. Ja, pa se misliš, da bo ena punca, ki bo to videla, se začela enako obnašati kot una, ki to govori. Ja, sem že videla osebno tak primer. Veš, ko se je kar sonce šlo z neba, ko si začela to govoriti. Ja, ok, pogledaj, kaj tema je postala. Ampak prej si me vprašal, kaj pa oni, ki se res počutijo, da niso v svojem telesu in da niso zadovoljni. Pa če ti lahko vrnem vprašanje, a ti misliš, da bo recimo punca, ki si res ni zadovoljna v svojem telesu, res se počuti, da ni ok, ti misliš, da bo ta punca bolj vesela, ko bojo ji odrezali prsi in ji umetno, ne vem, karkoli pršil gor, ali pa ko bo dala hormone, misliš, da bo potem to bolj srečna? Imamo primere, ko ti lahko odgovorim, da ja. Imamo cel kup sprememb spolov, ker so ljudje zaživeli na novo in so danes res srečni, ker so bili cel čas nesrečni. Tam raziskave pa kažejo drugače. Raziskave kažejo ogromno raziskave. Zdaj nazadnje sem na... No, samo tako, da bi res rekel, da imam zdaj raziskave, ki pa kontra tebi govorijo. Verjetno res. Samo recimo raziskave, ki sem jih jaz brala, kažejo na večjo stopnjo samomorilnosti po spremembi spola, po hormonski terapiji. Zaradi hormonov, misliš, da ti zmedejo možgane ali kaj? Ne, ja, v bistvu na nek način, če poenostavlja, lahko ti zmedejo možgane. Ampak glej, Zala, kaj hočem reči, se pravi, da kako smo rekli prej, nekdo je nesrečen. In ljudje, ki so proti temu, recimo kot ti, imajo v glavi, da to kar, ne vem, se odločiš, greš zdravniku, daš denar, te spremenijo spol in je to. Veš, koliko obiskov pri psihiatru, psihologu, to so leta in leta testov, to so leta in leta pogovorov, to so leta in leta prepričevanj, to niso heci, zdaj pa greš kar tako, da greš po kruh, to imajo ljudje v glavi. Drugače v Ameriki ponekod je to. No, ampak govorimo zdaj pri nas, recimo, pa tudi poznam, to so leta in leta, pa tudi ta človek, ki to doživlja, tudi on ni
od samega začetka prepričan, ali je to prava pot ali ni, ampak on ve, da je nesrečen, on ve, da ga to jebe, on ve, da bi se rad spremenil in da bo potem srečen v tem. To hočem ti povedati, ne, da to ni proces čez noč. Seveda ne. To moraš ti vedeti. Ne. Vse to se je zavedam. A veš, ne, da Ni to, proces in čez ko se noč. en odloči in spremeni spol, pa če je pol srečen, pač. Ja, verjamem. Pač. Obstaja kakšen, ki je spremenil spol, pa je srečen. Ja, Samo ampak jaz večina pa pravi, da ne. Da v večini primerov ni tako. Jaz tudi mislim, da bi se recimo, depresije pa anksioznosti je ogromno. To Ja. v Sloveniji je 29% mladih v raziskavi iz leta 2024 v Eurobarometru povedali, da so anksiozni in da se bojijo prihodnosti. Ja. In recimo, če bi bili te mladi, če bi živeli v Ameriki in bi jim psiholog lahko rekel, psihoterapeut, karkoli, psihiater, bi jim rekel, ja, probi spremembo spola, najprej te bo dal na hormonsko terapijo, potem, če boš še hotel vztrajati, bomo pa, ne vem, odrezali prsti, odrezali penis, karkoli. Ja. Ne? Jaz mislim, da to res ni rešitev. Jaz mislim, da bi psihoterapija izbira številka 1. Jaz mislim, da se toliko mladih sooča z spremembami telesa, s katerimi niso zadovoljni, mlade punce v puberteti. Jaz vem, jaz sem bila mozoljasta, zredila sem se. Pa se noče vsi spola spremeniti. To so Ja. pač nekateri, ne? No, ampak recimo, jaz bi te stvari reševala na ta način s psihoterapijo. To pa pravi, prek da ne. pogovora. Kaj pa če 10 let rešujejo, predno odobrijo, se ti ne moreš na črno iti operacije delati, ne? Vem, ampak se jaz tudi recimo ne bom nikomor prepovedala, da ne si operacije narediti. Ja. To ne moreš, edin za mlade, to pa definitivno za mladoletne bi to absolutno prepovedala. Okay. Ampak odrasel moški, odrasla ženska se lahko sam odloča, kaj bo naredil s svojim telesom. Če si plača, recimo, ne podpiram, da bi recimo zdravstveno zavarovanje to plačevalo, ne. Ampak da si sam to narediš, kaj imam jaz s tem? No. Samo jaz zagovarjam, da ti ne boš srečnejši, če si boš take irreverzibilne spremembe v svojem telesu naredil, ki bojo tudi Kako veš? raziskave berem. Raziskave, ok. In se ima vsak pravico do svojega mnenja. Samo jaz recimo, to je enostavno moje mnenje, ker imam tudi jaz v družini, v družini imam nekoga, ki ima psihične probleme in jaz vem, da taka stvar njemu ne bi koristila, da bi si zdaj spremenil spol, pa lahko si še toliko nesrečen. Ja. Jaz mislim, da so prej recimo kakšni antidepresivi izbira, prej so recimo psihoterapija je izbira, sprememba življenjskega sloga, to, da si ti irreverzibilne spremembe na telesu narediš, ki vodijo tudi neplodnost. In kaj, če si ti pol čez 10 let si pa premisliš, da bi imel pa otroke, ker si našel... Ja, ne moreš več, ne? Takrat pač ne moreš več, ne? Sej to. In to se mi zdi tako zelo srce parajoče in zaradi tega sem tako proti. Ja. Zakaj si pa recimo proti nasplošno proti gejem pa lezbikam? Prosim, jaz nisem nič proti gejem pa lezbikam. Mislim, povej tvoj pogled na to, si proti, nisi proti, odobravaš to. Ker vem, da se tudi veliko oglašaš za ta LGBT sistem, se ogromno oglašaš. Ja, to je drugo, LGBT je drugo kot gej pa lezbike. Ja, razloži. Mislim, okay. Mene gej pa lezbike čisto nič ne moče, imam eno zelo dobro prijateljico lezbiko, ki mi je pač res ful dobra prijateljica že od otroštva, no dobro, tam mene 5 leta. In nimam nič proti meni vsem, kaj ljudje delajo v svojih poslah. Jaz sem proti ideologiji spola, pa tem, da se spreminja spole, sploh za mladoletne, da se to forsira v šoli, da imaš LGBT ideologije, danes v 3. razredu prebralni znački, kako 2 punci pač seksata, a ne, proti temu sem. Pa ki si pa to, ki si... Starši so mi poslali. Pa kjeri starši? V slovenskih vrtcih? Ja, slovenskih vrtcih. Pa si verjela to? Mislim, so mi slikce poslali. V 3. razredu? V 2. Ker jaz vem, da je to bullshit, da to ni res, da je to fake, da to ni bilo res. Ja, no. Da to ni bilo res. Meni so poslali slikce. Iz učbenika. Ne iz učbenika, če so ti poslali sliko, kako so to pri učni uri to kazali. Ne iz nekega učbenika. Ne, to mi pa niso. No, vidiš. No, poslali so mi... To ti ne pošljajo. Ne ti pošljajo prav za razreda ven. Ja, pa ne more starši v razredu biti pa slika. Me ne zanima, ne ti pošlje. Ker ne verjamem, namreč temu, to hočem povedati, ker je to prezgodaj, da bi takrat to učili. Ja, samo recimo so, ne? A veš, so, ja, recimo... Ampak, no, zdaj pa tako vprašam, če smem, ne? Predno gremo nazaj na geje, pa na lezbike, pa na to tvoje prijateljstvo. Učbenik, jaz vem, sem objavil na Facebooku in je bilo glede družin, ne? Se pravi klasična, istospolna, enostarševska, tako naprej. Zdaj, zakaj po tvoje, ne? Pa ne bi smel otrok zvedeti, da to obstoja, ne? Se pravi, dragi moj sin, takle je, leta 2025 smo, imamo različne družine. Ene so takšne, kot je naša, kot jo vidiš tu, pri našem sosedu vidiš, da ima 2 atija, imajo takle, vidiš, tam sta 2 mamici, tam je en ati sam, tam je ena mamica sama, se pravi, zakaj po tvoje bi to bilo škodljivo, da se otrok seznani z dejstvom, ki obstoja? Se pravi, zakaj bi mogli reči, ne, zaprto je,
Zakaj bi mogli reči otroku, živijo samo družine, ati in mama, drugo pa ne obstoja, to te ne zanima, to ne smeš gledati, če je to dejstvo, če to obstoja, zakaj praviš, da to ne bi smel otrok spoznati, pa ne zdaj v drugem razredu, ampak skozi osnovno šolo? Jaz mislim, da s tem ni nič narobe, če se otrok s tem spozna. No, kaj te pa pol moti ta ideologija, da bi to bilo v učbenikih not? Tem prej, tem boljše ne spoznajo. V drugem razredu? Pa to ti ne verjamem, to sem že rekel. Ja, pa rečemo v 5. razredu. Ampak ne moramo se zdaj pogovarjati based o tem, No, da ti meni ne verjameš. pa rečemo v 5. razredu, evo. Pa v 5. razredu bi se mi mogoče, koliko si star tam, 12, v 5. razredu, bi se mi mogoče zdel že sprejemljivo. Tam mora že spolna vzgoja tudi biti, ne? Prva knjiga spolne vzgoje je bila od 9 do 11 let, pa so noter slikice. Nekoč, pred leti, ko smo jih mi imeli. To se recimo meni osebno že zdi malo zgodaj, da spolno. Se ti zdi zgodaj? Ja, pred 9 letih bi se mi zdel že malo. Pa miš, da otroci ne sprašujejo že pred 9 letih take stvari? Ja, Čuj, kaj pa nastanejo otroci? Ja, in kam mu rečeš, štorkla te prinesla? Ne, boš reči tole knjigice. Ja, pa viš, da nisi, ne? No. Dobro, to sem mi rekel, ker sem bila otroka, ne? Ja. Jaz pred 9 letih, da bi meni začel recimo nekdo podrobnosti spolnega odnosa. Podrobnosti, pač da mal. Ja, recimo, da mi reče, da se imata oči pa mami rada. Recimo. To je odlično, ja. To bi jaz spodbujala. Ja. Sprav, nimaš pol proti tem učbenikom, kjer različne družine... Ja, odvisno, ko gre v podrobnosti tukaj. Ne? Samo slikice so. Slikice česa? Slikice od ati mama, 2 ženski, 2 fanta, 1 oče, 1 mama in so različne družine. In sem to zančiv javil na Facebook, pa so ljudje znoreli. Kaj je to? Kaj to kažete otrokom? Pa kaj ste malo nori? Pa otrok mora videti, da to je deviacija, to bi mogli vse strgati ven, samo ena družina obstoja, koliko lahko sploh imenuješ, istospolna. In ljudje so znoreli, ampak jaz rekel, čakajte malo. Pusti, kaj ja, kaj ne. Dejstvo je, da to obstoja. Mislim, obstaja. To ni izmišljotina. Zakaj ne bi smel otrok recimo vedeti, da to je, da se pač 2 punci imata radi, pa 2 fanta imata rada, kaj s tem narobe? No, to te vprašam. Ok, torej zdaj sva, če pustiva šolo, pa greva na to, kaj si jaz mislim o takih družinah. Pač, lej, to je zelo kontroverzno mnenje, jaz verjamem, da se ti z mano ne boš strinjal in verjetno tudi veliko tvojih gledalcev, ampak ni nujno, so ratali konzervativni, če dali bolj. No, ja, kar bove, ja. No, ampak jaz sem mnenja, da istospolni pari ne bi posvajali otrok. Zakaj? Zaradi tega, ker otrok rab mamo in očeta. Oba dva. Zakaj? Zaradi tega, ker smo tako že milijone let živimo na ta način. Otrok rab materinsko stran in potem rad močno očetovsko stran. In se mi zdi, da tudi enostavno, če želiš potem vzgojiti normalno svojega otroka, da je nek stabilen, sposoben človek, ne, potem odrasel, rab obe dve te strani stabilni. No, pa te pa to vprašam, ne? Če zagovarjaš te klasične heterofamilije, zakaj je toliko problematični otrok in generacij z teh familij? Da so res tako fajn. Ker jih je večina takih, ker je večina iz takih družin. Logično, če imaš ti to velik vzorec, boš imel večji procent pač teh odklonskih otrok. No, ampak če so tako v redu te familije, bi ja mogli biti sami super otroci. Zakaj niso? To ni res. Tudi če so ljudje nasploh v redu, so tudi kakšni, ki kradejo, pa lažejo, pa posiljujejo, pa vse mogoče. Ja. V vsaki pač družbi imaš nekaj ljudi, ki so odklonski. Jaz sem, če ima očeta in mamo, ki jih imata ful rada. Ja, zakaj postane kreten? Zaradi tega, ker ima lahko, ne vem, v genetiki ali pa v okolju, recimo mogoče je bil oče pijanc, mogoče ga je mama zavračala, mogoče se je mama drogirala. No, ampak to je še vse manj hujš kot 2 očeta, ki bi bila ful ljubeča, pa imata otroka po tvoje. Mislim, zdaj se pogovarjamo o 2 slabih opcijah. Lahko ti rečem, recimo, lahko ti, ne vem, jaz bi rekla, da je boljš, da otrok, recimo, da odrašča, ne vem, en fant z 2 očetoma, da z očetom, ki ga pretepa, pa mamo, ki se je v nosečnosti drogirala. Samo zakaj se pogovarjamo o takih izsledih? Ja, pač. Aha, okej. Ja, to ti dam lahko prav. Ja. To bi bilo boljš, da ima 2 normalna očeta, čeprav vsem se mi zdi, da bo ta otrok imel posledice. Zakaj misliš, da bi bilo recimo to tako problematično? Recimo, da en otrok zraste. Kaj po tvoje bi bil največji problem? Recimo, da imamo zdaj 2 očeta? Ja, ali pa 2 mami. Ne vem, že zaradi tega, kar smo videli pri slovenskem primeru, Katja pa Katka, kako je recimo dala otroku v usta svojo nogo pa rekla... A to misliš, da mame v drugih familijah pa tega ne naredijo? Mislim, definitivno, že to, da objaviš to na socialna omrežja, da ga že tako da objavljaš... To si zdaj povedala en primer, ne? Ja, mi da smo prej to ekstreme. Ok. Kaj pa drugi primeri mamic pa očetov, recimo, zakaj bi bili tako po tvoje tako problematični? Mamice pa očetjev... Ne, da imate 2 mami otročka, 2 očeta otročka. Zakaj mi že bi bilo to toliko fejs za otroka problematično? Mislim, Kje bi ga zjebali po domače rečeno? Ja, lej, to vse, a veš,
obstajajo verjetno primeri, ki jih ne bi, ker so otroci že iz genetike stabilni. Mislim, res, da 2 ženski pa 2 moška skupaj nikoli ne bosta mogla imeti otrok že pač biološko, ampak dobro, recimo, da posvojita, a ne. Jaz mislim, tako kot sem čisto na začetku rekla, otrok rab nežno materinsko, žensko stran, materinsko stran in potem očeta, ki bo dal nek temelj, ki bo neka glava družine, ki bo imel zgled za naprej. Naprimer, in se mi zdi, da pač je to najboljša opcija, ker se nam je potrdila že čez milijone leta za nazaj in to zagovarjam enostavno. Se pravi, tega ne bi nikoli dovolila, recimo, da bi imeli možnost posvajanja. Mislim, nikoli dovolila. Se kdo sem jaz, da bom to odločala? Če bi bila, ko boš nekoč pač premijerka, glavna v državi, boš dovolila to ali boš prepovedala? Ja, to je težko vprašanje. Veš, kaj bi jaz naredila? Jaz bi dala prednost moškim in ženskim parom, potem pač bi pa... Ali bi dala prednost v redu ljudem? Prednost bi dala v redu moškim in ženskim parom. Veš, drugače sam še to omenam. Jaz sem bila na enem procesu posvojitve. V Sloveniji posvojitve slovenskih otrok trajajo do 3 leta. No, vidiš. In v vrsti stoji na stotine parov, ki ne morejo imeti otrok, in to so moški in ženski pari, ki so preverjeni, ki jih vse v njihovih kartotekah piše, so poročeni, so pač res v redu ljudje in takim bi pa dala prednost kot 2 ful v redu mamicama. Koliko dejansko pa je otrok, imaš kak podatek v istospolnih parih v Sloveniji? Ne, nimam. No, hočem reči, da tega je zelo malo, ne? V Sloveniji res, ja. No in zakaj taka revolucija in taka jeza za take mini procent, ki ne bo nikoli večji, ker kot si sama lepo rekla, traja ful dolgo, pa tudi sem 100%, da imajo prednost že v osnovi mešani pari, to skoraj upam trditi. Ja, če imajo, no, recimo, in zakaj potem tak problem, če bo 1 na 10,000 istospolni par pa dobil mogoče otroka? Zakaj? To ne bo nikoli masovna zgodba, ker ne more biti v praksi. Recimo, jaz iz tega ne delam tazga big deala. Ti si mene zdaj to vprašal. Jaz recimo nisem videa o tem naredila nikoli. Ne še? Ker to res ni, v Sloveniji to ni tak problem. Recimo v Ameriki je in v Ameriki so tudi s tem influencerji. Veliko ljudi, ne? Seveda, ampak s tem se tudi influencerji pač tam bolj ukvarjajo. Zdaj proporcionalno bi mogoče bila midva presenečena, mogoče je v Sloveniji isti procent, kot v Ameriki, sam tam tega toliko več, ne, ker je toliko več, ne. Ampak jaz drugače iz tega ne delam nikoli nekih viking krikov, to ni moja tema številka 1, recimo. No, pa ni tako dosti boljše, kot sem mislila, pa si pa vredo. Drugače, ljudje si jo meni, recimo, jaz včasih rada tako malo kontroverzno video naredim, da se sploh... Na to še prideva. Ne. Na te tvoje provokacije še prideva, ne. Okay. Ja, no, kje smo zdaj ostala? Pri teh otrocih. No, ampak kar hočem reči to, ne, in tudi, če te vprašam zdaj za geje, za lezbike, ne, recimo včasih meni je najbolj smešno, ko nekdo objavi na tudi mislim, da objavlja en video v neki modi, ne, ko so skakali po odru, neki... Sam priznaj, da je bilo tisto... Ja, seveda, ampak jaz sem to imel kot showtime, kot zebancijo, ne. Pa berem komentarje, to mi je najbolj smešno, ne vem, nekdo objavi moškega s perjem, pizda v glavi, veriti, če češka hodi okol, pa neki nori, kam je šel pa ta svet, kaj pa zdaj z moškimi? Pa čaki, to je en moški na tem posnetku, prvič ne veš, kaj je fora tega posnetka, lahko da je pizda snema film, provocira, zabava, komentarji, kaj je to? To mi je najbolj smešno, kako ljudi z lahkoto zmanipulira z enim takim videom, se pravi, tako ta tvoj video mode, ljudje so dobili v glavo, da je to zdaj moda, da se bomo zdaj vsi tako oblačili, da je to zdaj trend. Ja, ampak to je samo en izhod bil ven. Se to ne bojo ljudi kupovali, pa se masovno oblačili. Koga bo živela, da bo to oblečen? Noben. To je sebancija, showtime. Ja, tako Lady Gaga, ko je prišla v meso na gremje in kaj zdaj? A veš, kaj hočem reči? Ni bila tista Madonna. Ne, Lady Gaga. Madonna je bila pa že enkrat pri meni. Ampak v mesni obleki je bila Lady Gaga. Ne? No pa hočem reči, zakaj pa tudi, če gledaš neke geje, da bi takole zdaj 2 šla, pa ne vem, kam pa gre ta svet, poglej ta 2. Pa čakaj, to so samo ta 2. Saj niso zdaj vsi moški v Celju geji, samo ta 2, ki sta šla. Dobar, ta primer geja, recimo je čist, ker to itak noben ne bi se obreznil v to. Seveda se. No, recimo jaz se ne, meni je to res najbolj vseeno. Ja. Ampak kar se pa te mode tiče, veš, s takimi več, ko imamo takih posnetkov, bolj se stvar normalizira. Veš, tudi ni bil to edini posnetek tega, a vidiš, kako se Sam Smith oblači? Ja, no on je zdaj, sicer ne vem, kaj je zdaj njegov problem, ne? Ker Sam Smith je bil čudovit pevec pred leti. Jaz sem bila zdaj šel v nek ekstrem, pač priznava. Ampak to ni edini, celebrity, se to z njimi dogaja. No, sam jaz dvomim, da ima podporo, ne? Kdaj smo nazaj ne videli, kak njegov hit. Sploh ni drugače imel. Zdaj, odkar je spremenil imidž. Je bil tudi video spot toliko prostaški, da je glava bolela. Je bil hit. Ja, hit je bil. Kaj je že bil, no?
Ne sem me najdla, pizda. Ne vem. Ampak hočem reči, ko se on... se s helikopterjem pripelje. Ampak ko se on nekje pojavi, ima ogromno hejta. Nima več ful velik hvale, tako včasih, ko je začel se Bonda naredil komad, ne? Sam kdo misliš, da je sprožil ta hejt? Konzervativci? Ja, ampak se pravi, mislim, ampak lej, on s tem ni nič naredil. Ne, s tem je naredil dejansko Ampak če se samomor konzervativci kariere. ne bi sprožili, Ja. bi ljudje lahko to hipotetično obravnavali, liberalci smo še vedno Pa no, danes sej, prosti, ne, no. pa le, vse zadnje, če on želi biti tak, ne, to sem te hotel reči, ne, če želi biti dobro, da ga omenila, če želi biti tak. In? Mislim, ja, Pač, pa zdaj. ja, odkrito promoviranje satana mogoče je meni tako malo sporno. pač, ampak to je delo Marilyn Manson že 20 let pred njim, ne, ampak, No, to zdaj Ja. celebrity delajo, če jih spremljaš, recimo, kaj se je zgodilo z Ariano Grande, kaj se je s Samom Smithom, potem z Doja Cat. To so ljudje, Doja Cat je prišla na Grammy in odgovarjala z mjav, Ja. ker je bila mačka. ja, lej, Ja, ampak to je... No, ampak kaj? Prej sem vprašal, kaj je normalno. Ja. No, to ni. zakaj ne? Mislim, že sploh ne znam na tako vprašanje govoriti, zakaj to ni Mislim, normalno. ampak glej, Za tebe je to normalno. Mislim, normalno. Če bi bila tvoja hčerka taka, bi bilo to ti Jaz bi normalno. se smejal. Sam ne bi mjavkal doma, ko se menima pa midva za mizo, pa se resno pogovarjamo. Če pa ti mjavkaš v nekem šovu, kjer delaš pizdarijo, pa se poglej, Willa Smitha otroka. Sem to poneumljal. Poglej, Willa Smitha otroka, Jaden Smith, ko je prišel na Grammy, je z uno hišo na glavi. Si videla tisto? Ne? Ampak je mislil, da je kul, ampak meni ni bil kul. Meni je zelo bedak. Ampak to Ne? eni ljudje mladi, ki so pa še niso tako Ne verjamem. podeljeni. Misliš kaj, da bojo s hišami okrog hodili, da bojo s hišami okrog hodili? Čisto možno, ti si zelo postavljen, ti si odrasel moški. Ja, ja. Imaš neke svoje vrednote, ki jih zagovarjaš. Ampak No. mladi ljudje, ki nimajo svojih vrednot, Ja. bojo pa rekli, ok, to je pa v bistvu kul. Ja, da bojo kaj, vsi shodili s hišami na glavi. Ne, mogoče bojo pa začeli razmišljati, ne vem, mogoče pa jaz to kakšen tak ekstrem naredil, mogoče moram biti jaz toliko drugačen, da me bodo drugi opazili. Ja. In pa si bom spremenil spol, da ga bodo drugi opazili. To je spol, puze spol. No, ampak naprimer, hotel Ja. bo neki biti, wow, nima pozornosti, ne vem, od staršev. Ampak glej, moraš pa nekaj veriti, ne? Te modne norije, ne? Ti si pač mlajša generacija, ampak mi smo imeli v 70-ih, v 60-ih letih, ko je bil David Bowie, pa je bil Mick Jagger, pa so bili te glam rockovci in tako naprej. Veš, kako se je David Bowie oblačil takrat? On je bil kot da je z Marsa. Ampak je bil legenda, je bil ikona, je imel kvalitetno glasbo, je postal legenda vseh legend, ne? In je rekel, da je nad spolom. Že takrat, v 70-ih letih, je David Bowie rekel, da nima spola. Vse takrat so se te Da je spremembe začele. androgena zgodba, ampak takrat mu ni noben rekel, pisati imate, na kaj je kreten, gej, ubili te bomo. To se pa zdaj se pa to zgodi. So adijo, iz takih ljudi ne Zdaj se pa to zgodi. Hočem reči, ampak to ni nič novega. Ampak takrat ni noben na to gledal, kot da je to neki, lega, David Bowie, pizda, malo, kurva, lepo, lega, čisto je zmešan, lega, kot da je iz nekega Marsa pilda, ne. Da bi to zdaj naredil nekdo, bi ga prebil na križ. Čeprav jaz pa mislim, da se je to že takrat dogajalo, da so določeni ljudje pač isto bili, kaj da fuck je to. Je bil taka legenda, da mu ni mogel noben nič reči. Sam Smith je za nekatere tudi danes legenda, zadnje Doja Cat čase tudi, ni, no, Ariana no. Grande tudi, na primer. A kaj je ona naredila, to ne vem, kaj pa Ariana Grande naredila? V teh njenih videospotih ima te itak najbolj prostaške scene, ampak tudi tako njena fizična podoba je, kada je res zelo bolna, ker ima v tem kultu, v nekem kultu je, Kjer je kultu? ja ne vem, kaj Kjer se je s temi kultu, celebrity ne ukvarjam, to lahko si pogledaš, kaj je zanimivo, ampak ona se je čisto spremenila, shujšala je po moje. No, to zdaj skušam, 40 to kil. vem, sam ki si zdaj kult najdla, to mi je zdaj povedala. Gledala sem en YouTube video. Verjameš to, kar tam vidiš. Ja. Zakaj? Zato, ker ima, ne vem, pač verjamem, ker je imel ogromno že od ostalih celebritijev stvari, ki so se izkazale za resnične. Sam Ja. ti res ne znam povedati, kjer video, ker jaz teh celebritijev ne spremljam toliko, ker vidim, kaj se dogaja, pa kakšni so, ugasnem stvari. Pa kaj te to moti, mislim? Kaj te najbolj moti pri teh slavnih ljudi? Mislim, kaj, da so kaj na pol nagi ali da so provocirajo? Da so se toliko oddaljili od normalnega človeka, da se z njimi ne more več poistovetiti Ja. in so nezanimivi zaradi tega postali. Ker so tako drugačni, ker se tako recimo oblačijo in se jim normalen človek ne more več približati. Ne more se več pod njih zgledovati in ne more niti več biti njihov fan. Zakaj pa misliš, da je prišlo do tega? Zakaj je prišlo do tega? Ne vem, zato ker je naša družba pa tako polna obilja, tako živimo v dobrih časih, da so se taki ekstremi začeli razvijati. Namreč jaz hočem to povedati, ne? Zakaj je po moje prišlo do tega, ker gledam tudi mlade punce. Ne? Danes, če si casual, user-friendly, User-friendly? ja, Kaj to pomeni? to pomeni, da si prijeten, prijazen, ne izstopaš. Ne? Okay. Grejo skozi tebe, te ni, ne? Si kot neka senca, te noben ne opazi. In žal živimo v takšni družbi, kot to se bom pa s tabo strinjal, ne? Da če ni škandala, če ni pizdarije, če ni izgleda, če ni tega,
te ne bo noben več opazil. Govorimo od TikToka, pogledaj, kjer videi so viralni, no, in tako naprej. Se pravi, ne? Pa tudi na vse zadnje podcaste gledam jaz. Ne? Če je lep, normalni intervju, bo naredil kurac ogledal. Okay. Če je provokacija, če je neka izjava, ne vem, seksala sem s 3000 moškimi, fuck, da je to pa gremo gledati. Ne? Zato, ker imajo ljudem tako mehana No, ampak hočem ti reči, da publika ignorira user-friendly normalne stvari. Ja. Publika je začela zahtevati kri, meso, škandale, pizdarije. In če so hotele zvezde in ljudje, ki se ukvarjajo z mediji, preživeti, so se mogli začeti tako obnašati. To je hočem povedati. Sam, recimo, to ne bo čist držal. Jaz spremljam še vedno neke čist normalne pevke. Sam so pa res kvalitetne. Ki imajo še vedno full fanov. Ja, so pa res kvalitetne. Ne? Ja, sej, recimo, jaz mislim, da ne rabiš biti, ti rabiš imeti dober talent, dobro musko, recimo, tudi Taylor Swift nekih takih ekstremom, ni razvila pa še vedno številka 1, da je podarila rekorde povsod. To se strinjam. A veš, naprimer, potem tudi Katy Perry, zdaj že mogoče malo starejša, je bil njena karijera bila na vrhuncu, ne vem, pred 2010 recimo, ampak ona je bila tudi normalna, ona ni nobenih takih ekstremov počela, ali pa ne vem, kjeri so zdaj popularni. Jaz sem tako slabo o tem, jaz to ne poslušam. Ampak to ne bo držala, da rabiš, da bo publika, mogoče na TikToku, bolj kaj video odbit. Na družabnih omrežjih, recimo. Ja, to pa se strinjam, tam bolj kaj video odbit več ogledov bodo. No in zakaj bi pol ti bil normalen na TikToku, če boš, da se oblečeš v mačko, pa mjavkaš? A ti ogledi res to zelo pomenijo? Ne govorim zdaj v meni, ne? Mladini pomenijo. Mladina živi za oglede, živi za lajke. Jaz poznam pizda punce, ko imajo 500 lajkov na Instagramu, pa mislijo, da so Taylor Swift, pizda. No, samo tukaj pa problem pa v vzgoji, da so vzgojene tako, da mislijo, da jim bo 500 lajkov prinesla srečen, pa bolj, ker se bo slekla, več bo tudi lajkov, se to je tudi narobe v naši družbi. Što bi mogla pa ti narediti red, ne? Ti si mlada, ti imaš mlade ljudi za sabo. Jaz probam to nekako normalno, konzervativnost. Ne, ti si se vrgla v te geje, pa lezbike, pa LGBT, na tem moraš ti delati. Na čem? Da bojo punce ugotovile, da se ni treba na pol sleč, biti nak, govoriti, ne vem kaj vse, da si lahko vsem cool. To bi mogla biti. Vejo punce. Kurac vejo, nič ne vejo. Mogoče jaz nisem v stiku s to generacijo. Pa bi mogla biti. To ti govorim. Ko so to 15 let ali koliko? Pa rečemo od 15 do 25. Toliko stare pa še... Brez skrbi. Oh my God. Brez skrbi. Ja, hvala za idejo. Imaš nov video. Drugače, jaz ne vem, zakaj si imel to v glavi, da sem jaz neki proti gejem pa lezbikam, ker nisem. Res ne, to ni sploh, to ni moja neka taka strast. Tvoja je ta LGBT ideologija, to te moti. Bolj to recimo, da se mladim, ki se ne počutijo v redu v svojem telesu, spodbuja, da se spreminja spol. Ampak si pa proti temu, da se ljudem da se mladim predstavijo te različne zgodbe. To smo pa tudi rekli, da te moti, da se jim pove, kakšne družine so in tako naprej. Ja, če so stari 2 leti, drugi razred, pa da jim govori, kako nastane otrok v podrobnosti, se mi ne zdi v redu. Pa se je zakaj v podrobnosti, če je sam slikca? Kdo te je spet to nasral, da so jim v podrobnosti šli razlagati? Kdo ti je to? Mislim, bralna značka 5. razred, ki je objavil Aleš Primc pred enim mesecem, recimo, kaj je pisal v njej, naprimer. Kaj je pisal? Pisali je, recimo, kako sta se 2 ženski skupaj kopali in potem je ena zakričala, ker je začutila eno kačo v spodaj. Take stvari, ne? Recimo 5. razred. Pa kje so? V katerem romanu to piše? Kjeri zgodbi? Lej, ne vem, na pamet nisem se toliko zelo pripravila. Ampak ko si mi zdaj Aleša Printa, si mi zdaj šla citirati kot neko merodajno zgodbo. Ti bom poslala, ko bova ugasnila kamere. In jaz ne njemu verjamem, zdaj to, kot to rekel ona. Ko je tudi proti vsemu temu božjemu, pa sam, da nekaj najde, pa da objavijo, sploh ne preveri. Lahko hodaš čez svet takole, pa rečeš, vse je v redu, vse je v rodicah in živimo super. Lahko se pa vprašaš, če res pa nisi toliko skeptičen za začetek. No pa te to vprašam še. Misliš, da je to res glavni problem človeštva, to, kar recimo ti razlagaš, ali bi mogli se bolj ukvarjati z tem, kako smo ljudje postali škodoželjni, slabi, nesramni, zlobni, razumeš, nič več zabavni, vse šlo v božjo mater, vsi ljudje so drug proti drugemu kot volkovi. Misliš, da ni to večji problem kot neka parada ponosa, za katero tudi vem, da nisi najbolj ponosna, da sploh je. A veš, ker jaz sem šel na parado ponosa 2-krat, ko smo delali reportažo za mojo oddajo pred leti in jaz se ne spomnim, kdaj bi nazadnje videl toliko ene pozitivne energije, odklopa, nothing but love, torej ljubezni, pizdarije, res, da pač ekstremne zgodbe, ampak
Pizda, to je bil žur, veš kaj je moj problem, za razliko od tebe, jaz to gledam kot party time, show time, ne? Jaz to ne gledam kot zdaj nek statement, gremo zdaj jebat v glavo strejte, ampak jaz gledam to kot zabavo. Ja, lepo, bi živela rada skupaj kot after party, pizda, kjer se je nabral skupaj 1000 ljudi, ki jih boli kurac, kako so oblečeni, ki jih boli kurac, kom seksajo, ki jim je fajn, ki niso obremenjeni, ki se zjutraj zbudijo nasmejani, ki grejo zvečer spat nasmejani, ki so biseksualci, ki imajo v posli vse, kar hočejo. Tako jaz to gledam, se pravi kot žur, ne? In zato ne morem biti jezen, kaj se on zdaj tam gre, kaj bi on zdaj tu rad, ne? Medtem ko ljudje tvojega kova, ne? Ki pa to ne marate, ne? Pa le unga, pa kaj se zdaj on tam gre, pa kaj se to, ne? To mi razloži, ne? Zakaj je to tako obremenjujoče za ljudi, ki to ne odobravajo, ne? Neka parada ponosa, da kar znorijo, kar v sebi postrelili, kar v sebi na grmadi skurili. Zakaj ne rečeš pizda, pa glej, glej, kako se imajo fajn, glej, kako je Pep lepo v punce oblečen, glej, to imaš še lepše noge, kot jaz, Zakaj ne moš to reči? Kaj fora? Predno gremo v bistvo. Zdaj si mi ti to tako, ne, rekel, Ja. No? LGBT na eni strani je 110% vseh nabil, nas si dal pa tamle, ki smo res oni zagamani, Povej. iz 1500, Ja. ki smo jih žgali na grmadi. No, ne, da tako. te slišim. Ker to ni glih tako, kot je. a ne. Lej, recimo, tako si razložil zdaj, ja, da ti to imaš to tako kot nek žur, kot tisto vsentje, kako si oblečen, vsentje, s kom spiš v postli. Takrat, Recimo, ja. že to, s kom spiš v postli, da ti je vsenje meni tako precej sporno, zaradi tega, ker vemo, da v Sloveniji ful razhaja AIDS trenutno, ne, iz tega vidika mi je to ful sporno. kje Na si pa medicinski to? fakulteti, kjer sem imela vaje. Daj mi to me pa zanima, samo imaš lapal na to, no, skončaj. Okay. Kaj sem že? Aha. Ja. No, recimo iz tega vidika ta razuzdano življenje meni pač nekako osebno ne odgovarja. Jaz sem že svojih vrednot nekako proti temu. Recimo, jaz ne bi spodbujala mladih, jaz ne bi spodbujala svojih otrok, kogarkoli mladih, da spijo s komarkoli hočejo, da je svoje telo na prodaj, da se čim bolj sleč. Recimo na paradi ponosa sem jaz bila, takrat, ko smo imeli akcijo, in recimo tam je bilo ogromno sovraštva. Dobro, se razumem, da sem bila jaz tam kontra in da logično. Samo recimo, jaz če bi videla nekega skrajnega LGBT-jevca, ne vem, nekje na ulici, jaz bi šla normalno mimo. Če bi bila kakšna provokacija, bi šla jaz normalno mimo. Ali pa če bi jaz srečala Niko Kovač, jaz nikoli ne bi šla do nje in rekla, kaj s tabo, kaj ti delaš v naši državi, vse si zasrala, nikoli v življenju, ker nisem tak človek. Ampak oni, na primer, so v nas metali plastenke, steklenice, nek prah sem dobila v oči. oči. Ste jim šli na kurac, ne? Ja, ampak recimo, ker ste jih gnjavili med njihovo zabavo, ne? Mislim, mi smo samo stali tam mirno. Zakaj ste šli tja? Zakaj? Zaradi tega, da upozorimo na normalnost. Pa zakaj je ravno takrat, ko je ta parada, ko traja samo par ur, nikoli več, enkrat na leto? Zaradi tega, da lahko svoje vrednote takrat pokažemo. Zaradi tega, ker drugače bi šli to kar en random dan, pač nas noben ne bi opazil. No, zakaj pa misliš, da so parade ponosa sploh nastale, oziroma zakaj so po tvoje? Recimo, zdaj ne bom nič provokatorska. Jaz mislim, da so nastale parade ponosa zaradi tega, ker, pa to res ugibam, ker nimam pojma, zaradi tega, ker so bile v preteklosti lezbijke pa geji zatirani in zaradi tega, da pač se enkrat na leto junija verjetno, ne vem, proslavlja to, da zdaj niso več. A sem zadela? No, v bistvu nisi daleč, ne? Ker glej, hotel sem te to reči, ne? Da če sploh veš, kakšne probleme so imeli geji pa lezbijke v preteklosti. Ne? Kaj danes imajo več, ja? Ne, ampak se pravi, da si ti povedal, da si gej, ti si zaključil. To ni noben upal povedati. In prvič, da so to starši sprejeli, drugič, da so to prijatelji sprejeli, da je to sprejel, ne vem, tvoj šef v službi, pa si zmešana. Vem, samo danes tega ni več. Ne, ampak se strinjam. Danes imajo geji pa lezbijke že prednost pri zaposlovanju. No, ampak glej, ne? In potem so te parade ponosa, se tudi mnogi geji ne zagovarjajo teh parad, da se razumeva. Vem, da ker ne gre na kurac to neka perja, ampak jaz sem to gledal kot šov, ne? Sem šel delati oddajo, pa sem rabil posnetke, pa dobre intervjuje, ne? Pa me je bolj v kurac za druge stvari, ampak hočem reči to, ne? In oni takrat, ko pridejo ven, ljudi upozorijo, torej, da to obstoja, da to je, ne? Da lej, taki smo, uživamo, imamo se fajn, puste nas, boli nas kurac, ne? Po eni strani, ne? Ampak hočem reči to, ne? Zakaj je to še vedno potrebno? Ne? To se tudi jaz včasih malo vprašam. Ne? Pa rečem, pizda, pa čakaj, se zdaj, ko si rekla, to. Ok, ampak glej, ti imaš še vedno ful velik ljudi, ki bi geje zaklali, skurili na grmadi, ustrelili, jim ne dovolili nič. Še vedno v ljudeh je ta homofobija, jeza,
sovraštvo. Tako da očitno je to. Take ekstreme imaš povsod. Ja, sam jih je ogromno. Ti imaš tudi v okviru LGBT skupnosti ljudi, ki sovražijo heteropare. Verjamem. A veš, in zdaj, verjamem, ne? Se zato pa ne vem, heteropari ne delamo neke parade ponosa ali pa ne vem, družinskih pohodov, karkoli. Ampak no, zakaj se hetero ljudje bojijo gejev? Kaj se bojiš, da bo kaj stretno čitev ujel, pa da te bo naskočil? Jaz mislim, da hetero ljudje so čisto sploh moški veseli, da so geji, en moški manj, pa še enega jim vzamejo več žensk. Ja, mislim, no, ampak zakaj bi jaz smel zdaj, zakaj bi se jaz zdaj čutil, ne vem, ogroženega od gejev, od lezbik, od LGBT? Ne vem, mislim, od gejev pa lezbik ne vem, zakaj jaz od LGBT pa zaradi tega, ker imajo strupeno ideologijo v mojem pogledu, ampak sami gejev pa lezbik pa ne vem, zakaj se ljudje, pa tudi mislim, da drugače tega ni več zelo veliko. Jaz mislim, da je tukaj prisoten bolj črn humor, ker so tudi na feministične, recimo, jaz ne maram glih najbolj slišati kakšnih jokov, da so ženske sam za v kuhno, ampak pač tak je humor, nekaterim je to smešno, ne bom ga šla zdaj nadred zaradi tega, ker je to rekel, ne. No, ker glej, jaz tukaj se bom pa s tabo strinjal, ne, kaj gre pa meni na kurac pri tej, da še malo na tvojo stran stopim, ne, pri tej gejevskih zgodbah, ne, glih humor omenila, ne, danes je vse sporno. Ja. Ne moreš nič več zabavati. Kar boš rekel, se boš zameral lezbikam, ali feministkam, ali gejem, ali pizdi materni, ali temnopoltim, da bi zdaj rekel črnci, imam problem, ne, temnopolti. Ne more, afroameričani. Ne, se pravi, no, viš, in to mi gre pa na živce, se pravi, da meni humor cenzurirajo zaradi tega, ker je politična korektnost, to so pa šli predavč. Vse pa s tabo strinjam. In da se iz starih filmov, nadaljevank, knjig režejo, črtajo prizori. A poznaš The Office? Ja, serijo. No, to ne bi šlo v life čez letos. Pa še marsikaj ne, no. Viš, tu se pa strinjamo, ne. Tu se pa v celoti s tabo strinjam, to pa tudi meni ni všeč, ne, da smo šli pa v tak ekstrem, da moraš paziti, kaj boš nekomu rekel, da ne boš užal. Ne, to, vse sem si bil dvakrat nominiran za njo. No, v glavnem, jaz nisem zmagal, žal. Ampak v glavnem, če te vprašam pa zdaj še te feministične zgodbe. Čakaj, a te lahko vprašam, kaj si pa rekel za bodečo nežo? Veš, da se ne spomnim. To mi je Marko Žerjal, ki je bil na mojem roastu, 10. marca je bil roast moj v Celju. Ja, to vem. No, in tam je bilo ful dobro. No, ampak on je imel en video po roastu, pred roastom, pardon, ker jaz pa nisem vedel tega. Ja, in je mene omenil, pa pizda, ne vem, kaj sem rekel. Ne vem, kaj sem rekel. Nekaj sem mogel reči, ampak ne spomnim se. No, pa zdaj pa vprašam z feminističnega vidika, glede na to, da si po moje tudi sama v to smer malo obrnjena, ne? V feministično? Ja, ali se motim? Ne vem, odvisno, kaj mi boš vprašal. Ne, mislim, vprašati bom, zakaj so pa ženske postale mnoge tako strašno občutljive, ne vem, da jaz te rečem, Zala, ful si seksi. Kaj pa ti to meni govoriš? Kaj sem jaz objekt, pizda, ti mene gledaj kot inteligent. Pa čakaj, kurba, kaj mi sploh nisi nič, ne, me ne zanima. Pa tudi da imam let, da kolte mi ne smeš reči, ker te bom tožila. Čakaj, kaj si fucking, ali kva. Ne, lej, pazi, ampak je res nekaj, jaz bi to znal reči, ker jaz sem pač jaz. Imaš tipe, ki so pač neotesani, pa to rečejo butasto, ampak ena splošna zgodba. Spomnim se, ko je predsednik Barack Obama pred leti z eno odvetnico na neki zabavi rekel, da je najboljša pa najlepša odvetnica v Ameriki. Pribili so ga na križ. Kako si on upal, da to se pač ne govori. Ampak to je zdaj zadnjih 10 let, odkar je ta feminizem, novodobni, moderni, ko ga jaz ne maram, ko pravi, da je rak rana sodobne ženske, pa ne me ubije vse, pa te vprašam, kak je tvoj pogled, no? Je to prav, da so ženske tako občutljive postale na te zgodbe? Pa zakaj je sploh do tega prišlo? Pa kaj ti misliš, no? Tako veliko tema se zdaj razpravljamo, ne vem, kaj ne začni. Ok, jaz sem še en mesec nazaj brala eno knjigo, Gad Satjo je napisal, to je en judovski profesor iz Kanade, ne, iz ZDA. In on je, bo zdaj isto, Trump bo zdaj Kanado pod ZDA priključil. No, in on je pač za eno svojo, on je znanstvenik in za eno svojo raziskavo pač samo vmes omenil, pa to sploh ni bilo del raziskave, ker to je dejstvo, da so ženske pač bolj čustvene kot moški, da se bolj čustveno odzivajo. In so ga diskreditirali na celi črti, ga hotel odpustiti in je imel celo štalo. O tem ti govorim. To je katastrofa. O tem ti govorim. Ta zakaj so ženske tako občutljive, si me vprašal. V preteklosti je bilo za ženske res, ni bilo fajn biti glih ženska. No? To se tudi strinjam. Recimo, ne vem, če si vedel, recimo ženske so v Ameriki lahko šele leta 1975 odprle svoj bančni račun. Danes še vedno v, ne vem, Afganistanu, v teh državah to so ekstremne zgodbe, ja, to se strinjam. Ja. Okay. In včasih so, ne vem, skoraj vse živele tako kot danes v Afganistanu, naprimer, ne? Ali pa v teh državah, ki imamo zdaj celo štalo, ko ženske ne morejo niti pet, niti gledati čez oko, niti nič. In mislim, da se je to feministično gibanje
prvi val je bil zelo uspešen, ker je te stvari, ki so ženske slabo živele. Je naredil red. Je naredil red, ženske so dobile volilno pravico, ženske so lahko vozile avto, jaz mislim, da je to zelo pozitivno. Ženske so lahko tudi delale, če so želele, top. Danes pa je pa ta drugi pa tretji val feminizma, je pa prinesel take skrajne stvari, da če rečeš neko čist, ne vem, normalna stvar, kot si ti rekel, si te lahko prebijo na križ dobesedno. Se pravi, da se strinjam, da to ni vredno? Ja, absolutno. No, sem me presenetila zdaj. Kaj pa si ti mislil? Da boš rekla, da ne, da kaj, da si orto, da si v tem not. Tako sem mislil. V čem? Da sem jaz tudi ena izmed feministk? Ja, tako sem mislil, sorry. Pa si konzervativnost pa feminizem ne gresta skupaj. Jaz obsojam ta moderni feminizem na polno. No, to mi je všeč. Se pravi, da je še upanje. Za tebe in za mlade punce. Za mene še upanje, jaz sem to grozna. Namreč ne, v bistvu ugotavljam, da nisi tako strašna, kot sem mislil, ampak ne, šalo na stran. Hočem reči, glej, ta MeToo gibanje in te zgodbe, recimo, ki so se pojavile, ki so šle tudi mnogokrat v ekstreme. Pustimo zdaj te jasne primere, Harvey Weinstein, ki so mu dokazali, da je zlorabljal te igralke. Ja. Pa recimo zelo žal, pa sem njegov orjaški fan, pizda, pa me je zjebal R. Kelly, moj pevec, pizda, ki je zdaj v arestu in je dobil 30 let kazni, ker je imel cele pizdarije in sem jezen na njega, da bi ga videl, bi ga zadal, musko ima pa genialno, pa zdaj bo P. Diddy sojenje maja se bo pokazalo. Pustimo te zgodbe, to je dejstvo, to očitno so res te pebi počeli stvari ekstremne, razumeš, in očitno bodo plačali, pa Bill Cosby, ko so tako naprej, Ok, pa imaš ti par igralcev in tako naprej, ki so jih zjebali, v redu, ampak pa gremo mi v ta ekstrem, pizda, ko je pa danes vse rekla, kazala zgodba in si kar ena ženska reče, ja, on me je pa prijel za rit in je to zgodba. In ta ima zdaj problem, ga vržejo službe, ga vržejo tja, brez da bi to šel preverjati na sodišče. Ne, ona je to rekla, to je že res, smo v takih časih, to je mi tu in se enači zlorabo pizda 10 žensk, ko jih je en posilil, pa to, ko je eno prijel za rit. Oba dva sta predatorja, oba dva sta taka, ko jih moramo oddati pizda v rest. Mislim, dajmo samo reči, da oni tipi, ki ženske prejemajo za rit, so res imajo res tako drugačno strukturo lobanje. Dal sem primer, da ne moram biti v enači tega neotesanca, ki je prejel kelnerico za rit, pa enega, ki je 30 kelneric posilo, to govorim. No, folk je pa začel to enačiti. Oba sta predatorja, oba sta to, mi tu gibanje mora in to hočem reči, ampak pa sem se pa pozanimal malo, zakaj je do tega prišlo, eno pevko, znano slovensko, noti razlago Kiro, rekla, ja, da moški so včasih imeli idejo, da žensko pač kar spiš, Ja. In če sem hotela to, in bilo to kar normalno, pa me je prijel ta, pa on, pa tretji, in zato smo se mogli ženske oglasiti. In jaz vem, pa čujemo zdaj kakšne filme, kdaj, ko so jih snemali Čarovniki Zoza, vem, da je prišlo pred leti ven, kao vse so s to bogo, Judy Garland, počelki igrala Dorothy, ko to bereš, si šokiran, ne moreš verjeti. Pa vprašaš, zakaj se je pa pole zapila, zakaj je postala čudna, ja pizda, lej, kaj se je zgodilo, pa zdaj le Justin Bieber. V Hollywoodu so te scene. Se dogaja čudno, ampak to je veš, jaz imam ta svet rad, ker obožujem film in mi je to grozni in se kar delam, pizda, kot da tega ni, pa določene stvari moram žal priznati, da so, pa rečem pa pizdo materno, ampak pustimo to, pa hočem reči, očitno ste ženske imele razlog, to vedno poudarim, da ste se mogli oglasiti, da ste se mogli boriti za sebe, da ni ženska samo kos mesa, pa da mora seksati vsakim, pa da mora iti na kolena, da hoče dobiti službo. Tako je bilo včasih. Mi je jasno, sam pizda, tako si sama tudi rekla, ta ekstrem novodobni. Če gledaj, recimo, kdo je danes, mislim, kdo je letos zmagal Bodečo nižo, če se ne motam. Ja. Jo je zmagal nekdo, ki je rekel, da je fajn, da se na srednji, ne vem, kjeri šoli v Mariboru, da bi se ženskam ponudili še več takih vsebin, kot so recimo, če želijo, da bi imele kako recimo se naličati, kako se sprostiti. Ja, in je dobil Bodečo nižo. No, to ti veš, in to je pa fucking katastrofa. No, to ti, in me veseli, to me zelo veseli, da se ti to ne dopade. To me zelo veseli. Itak, da ne. Mene to, mislim, to je skrajno, da bi se to danes. Kam je to šlo, ko imaš te radikalne feministke, ki tip dobesedno te ne sme niti tako lepo gledati in ki si že seksist, in pa se vprašuješ, kako se bo zdaj dogajalo s tipi, z mlajšo generacijo, ki živijo v tem, ki imajo v glavi, da je vse narobe. Dobro, na internetu so še vedno glasni. Punce pa hodijo na pol okrog nage, zdaj pa ti ne glej. Še jaz gledam žensko nožke, če jih ima razgaljene, sorry. No, vidiš. In kaj bomo zdaj naredili? Ja, jaz sem itak proti temu gibanju. Jaz mislim, da ženska, če nočeš, da te pogleda, pa se pač dostojno obleč. Če pa ti je fajn, da te gleda, se pa pač na polnega hod okrog, sam ne se pa pritoževati, če si bo kdo kaj tudi namigval. Sorry, tak je life. Tipi imajo tudi svoj nagon, ženske imajo tudi svoj nagon. Jaz bi tudi danes lahko prišla v vratniku takole. Pač nisem, jaz sem confident v svojem telesu.
In sem tudi navajena tega, da me kdaj pač zaradi tega kdo pogleda. Ne? Če pa ne bi hotela, bi se pa v vrečo za smeti zavila. Pa ti lahko jaz rečem, da si seksi, ti lahko rečem, ali boš tožila. Ja, a kaj dobim, če te to že moram premisliti? Ja, ne vem, mislim, vzeti minimaš kaj dosti. Ne? Mislim, ne vem. Nekaj namreč hočem reči, da imel sem te za bolj konzervativno tudi v teh pogledih. Moram biti iskren, pa vidim, da ni čisto tako. Se veš, da drugače ta skrajni feminizem je to, kar si recimo ti mislil, da zagovarjam, je ful liberalno. Ja. Konzervativno je to, da se jaz ne strinjam s tem. Ja, zdaj ko kar vzamemo to, ne? Ne, konzervativni pogledi so proti feminizmu. Jaz mislim, da ženske živimo zdaj time of our lives. Imamo vse. Poslušajte, kaj govori. Ne, ampak res pač imamo vse. Lej, lahko imaš moža, lahko ga nimaš. Lahko imaš hišo, lahko je nimaš. Lahko vzameš kredit, lahko ga ne. Lahko živiš žensko. Lahko živiš žensko. Demo, v nekaterih državah lahko še otroka posvojiš. Ja. Lahko pač karkoli počneš. Ja. Lahko si doma, lahko si stay at home wife. Lahko nisi. Lahko si the boss. Torej, kaj je problem? Ni problema. Problem je to, da imamo vsega izobilju in iščemo probleme. Ja. To je problem. No, tukaj sem kar strinjal s tabo in ti ne bom ogovarjal. Si dobila plus točke, moram priznati. Če je bila 20 let starejša, bi te povabil na zmenek, ampak pustimo. V glavnem, Zala, to mi še pove. No, prej si AIDS omenila, ta je bila pa res zanimiva. Ker AIDS je zdaj postal skozi leta en tak del naše družbe, ki se ga nihče več ne boji. Ne? Recimo, ja, pa to ni v redu. No, se to ti hoče povedati zdaj, ne? To me bo zdaj iz prve roke povedala. Ne? Recimo se spomnim, ko je umrl Freddie Mercury, sloviti pevec Queena, pa so rekli, če bi živel še 2 leti več, torej če bi ga 2 leti kasneje dobil, bi bil še danes živ, ko so pa prišla zdravila, ne, in tablete. Ne. In prvi tak znan je bil Rock Hudson, veliki lepotec, ki je pa z AIDS-em umrl sredi 80-ih, imel prva znana žrtev. In so bili vsi tako šokirani, pa gej, pa gor dol. Pa se je pa to nekako tako znormaliziralo in tudi ta 1. december, da svetovni boj proti AIDS-u, to je zakaj tako malo, neke mašnice daš gor, noben več ni toliko obremenjen. Se pravi, AIDS, odkar so tablete, zdravila, ta, ki ti podaljša življenje, ki dejansko ne umreš, noben se ne vpraša sicer za stranske učinke teh tablet, to o tem, da ne govori. Ne razumeš pa, kako ti dejansko živiš. Ja, pa recimo, ko hodi folk na dializo, ja, pa se, ja, vprašaj ga, kako živi, ko hodi na dializo. Ne? Se pravi to, ampak da bi pa zdaj to nek porast bil, to pa nisem vedel, ne? To mi pa povej zdaj. Ja, le veš kaj, mi imamo, jaz sem študentka farmacije. Ja, to vem, ja. In mi imamo zdaj v okviru klinične farmacije vaje na različnih pač centrih, v bolnišnicah, recimo v Murski Soboti, v psihiatrični bolnišnici Ormož, v UKC-u, na Onkološkem inštitutu na Golniku itd. Jaz imam pa tudi najboljše prijateljice, ki študirajo medicino in recimo, če povem, kaj so mi one povedale, sam to zdaj ne smeva nič v podrobnosti zaradi varstva podatkov pa vse, okay. Ampak oni pač za te ljudi, ki imajo recimo, ki se jih ne sme spolno pač karkoli spraševati, so moški, ženska, pa te stvari, ker tega ni tako malo, kot ti misliš, imajo poseben izraz zaradi tega, da se jih ne stigmatizira. In so imeli recimo problem, da je za enega človeka, ki je prišel, oni niso vedeli, da je transspolnik. In niso vedeli, kaj je narobe, ker mu niso umerali pravih stvari. Niso imeli tega v kartoteki in se je zaradi tega prišel nek zaplet, ki ti zdaj čisto podrobnost ne znam povedati. Ja. In je ta moški, ki so mu jemali kri, začel neki krvaveti. In so mu takole vsi hitro zaprli rano, ne vem zdaj, če je krvavil ali ne. Ja. So mu hitro vsi zapirali rano in so ugotovili, da je imel AIDS, na primer. A veš, to je pa ful nevarno, to lahko zdravstveno osebje, pač to je prenosljivo. Ja. In je tega ful več, kot bi si mislil. Pa čakaj, da te zmotim, no prej nadaljuješ, sorry. Se pravi, kaj, ful veliko je primerov, ko pride nekdo zdravniku in ga vprašajo, pa da zgleda pač tako, da nič izziher, kdo pa reče, ne bom povedal, kaj nisem se odločil. Ne, takih primerov veliko. Nisem se odločil, kaj. Mislim, ko ga vprašajo, kaj ste moški, ženska, pa reče, ne bom povedal, nisem eno ne drugo. Tega je veliko. Ti moraš obkrožiti, no, pa tega je veliko. On je obkrožil moški, bil pa trans moški. Aha, ne pa nasplošno, ko se da tega veliko, tega da nekdo ne pove, kaj je. Zdravniki prav, kada bi ti zdaj rekla MSM kratica in bi to pomenili neki. Ja, pa to pol obkrožijo ti ljudje. Ne, ti obkrožiš samo si moški ali ženska. In če ne obkrožiš? Če v tvoji dobri volji pa poveš, da si spremenil spol. Aha. Ne, pa recimo, da nočeš biti odločen, kaj si. Takih je veliko. To pa ne vem. To pa ne veš. To smisel, da je takih veliko, da se noče odločiti, kaj so. Veš kaj, po mojem na medicinskih vprašalnikih nimaš drugo opcije. Ja, okej. No, povej naprej za in je tega zelo veliko, ker in zato so tudi, se veš, da imaš zastonj testiranja skozi. Ja, skozi. To doskrat, mislim, posebej pred gejsko populacijo, da še vedno podarjajo, da bi bilo fajn, da bi se testirali. In je en pacient, ki mi je isto govorila ta kolegica iz medicinske, so pa imeli, pač so mu ugotovili, da ima AIDS in pazi, zakaj ga je imel. Ker mu njegov fant, ki je z njim spal, ni povedal, da ga ima. Ja. Pa je vedel, da ga ima? Ja.
in ne kriza, kdo me tako jezno naredi, ko pomislim na to. No, potem je pa še fasu MRSO, to je pa bolnišnična okužba. Vem, če si predolgo v bolnici, kao, ne? Ne? Pač, lej, samo v bolnici se faše ta virus, no to hočem reči. Ja. Bakterija. Zaradi tega, ker določene bolnišnične okužbe so, pač, ker so tam je vse sterilno, so ful odporne na vse antibiotike, recimo, ne? In je fasu MRSO in je umrl. To je bil pa to je mlad človek. No pa koliko je teh primerov, mislim, HIV-a? V številki ti ne znam povedati, pa mi pač so mi povedale kolegice, da je ful v porastu. Pa kaj, letos, lani? V zadnjih 5 letih. Zdaj me ne držati za številke, ker res ne vem. Ampak med gejevsko populacijo ali nasplošno? AIDS nasplošno. Nasplošno? Mislim... Ker glej, jaz sem se z marsikim gejem menil, pa sem jim povedal svoje, ne? Sem neko pisamo, materna, ni čudno, da je pri vas toliko tega, ker vi seksate ko zmešani, vi seksate ko zajci drug z drugim, ker gejo ni nikoli problem dobiti seksa, ne? Tako kot ženski ne. Gej napiše, da hoče seksati, bo 50 gejev se javili, pa pom, pa grejo. Ja, res, pogledajo, kako se je Gabi. No, ne, Gabi se mi ta način, da ti tako dobiš spolnega partnerja. Gej je vedno za, moški je vedno za in če je drug moški je vedno za, sta vedno za in to je to. Pa hočem reči, ravno zaradi tega pa... Mi smo tukaj razvrednotili seks. No, pa glej, pa analni spolni odnos, ne, pri gejih seveda drugega ne more biti, ne, kadar govorimo o seksu in tam pride do največ možnosti, da kakih hranic zgor dol, ki jih še sam ne veš in zato je pri njih se začel in tako naprej. Ampak ko sem se menil z njimi, AIDS, pač se to je in tu sem gejevsko populacijo, vem, da sem bil jezen, pa sem dosti odprt, sem rekel, tukaj pizda ga pa serjete, ne. Hodite premaljne teste, kondomi vas ne brigajo gor dol in pol ni čudno, da je toliko tega, ampak imajo v glavi, da ne, da AIDS ni v porastu. Zaradi tega, ker je vse anonimno, ker je stigmatizirano, zaradi tega noben ne ve, da je v porastu, to bi se mogli ful bolj vzeti. Sam številke pa ne veš, vse na internetu to je. Ja, to je tudi, a veš, jaz nisem tega brala, meni se to povedala, Ja, tako da to zdaj ne morete vzeti za fakt. Razumem, ja. Nisem se pripravila v tej smeri statistiko, sorry. No, zdaj pa, če še te v seksu vprašam, recimo, ne, to je pa tudi ena taka zanimiva tema, splošna, recimo, tudi punce gledam danes, ne, mlade. Lažje je priti v hlačke kot v srce. Ja. Kaj se je zgodilo? Ne vem. Kaj se je zgodilo? Filmi pa knjige so se zgodile. Filmi pa knjige? Hookup kultura se je zgodila. Kdo? Hookup kultura. Kaj je to hookup, da nekoga ujameš za seks? Ja, pač hookup, let's hook up. Aha, razumem, ja. Let's hook up, pač, ne vem, veš kaj se... Hookup kultura, ok. H-O-O-K. Ja, vem. Veš kaj, jaz sem v dijaških letih dosti žurala pa to, ne? Ja. In to si videl, kaj se je dogajalo v klubih, a ne? Ženske so se na WC-jih pač dol dajale stike. Ja. In obratno. No, se to je bilo nekoč tudi, ne? Ja, ampak te ženske so stare danes 15 let. No, spustila se je meja. In razvrednotil se je spolni odnos, totalno. Ja. Jaz zaradi tega, da se verjetno spet ne bova strinjala, ampak jaz zagovarjam to, da ni prav, da svoje telo kar tako daš vsakmu. Vsakmu, ko pride men, ki ti plača pijačo. In zakaj se jaz ne bi s tem strinjal? Tako si to pobrala? Zato, jaz mišljam, da zagovarjam to. Ker si prej rekel, da na paradah ponosa so tako, da se veselijo, da spijo z vsemi. Pusti paradah ponosa, to je showtime. Ne? Ni pa showtime, da greš ti tule na pijačo z enim, pa se greš dol na WC. To si pa prezvezna, to je prezveze. Ne? Pa sem moški, pazi, pa je mogel to zagovarjati. Pa ne, ni fore v tem, to se s tabo strinjam, ne? Da te mlade punce danes, ne, so, tako si sama rekla, spat bi šle vsakim, ljubezen bi pustile pa res enkrat na 10 let, mogli bi biti pa obratno. Samo takrat, ko bojo one to ljubezen iskale, pol te ljubezni več ne bo zaradi tega, ker bo njihovo telo dobesedno dano že 30 tipom. Zakaj pa misliš, da grejo punce tako z lahkoto danes v poslu? Ker so pol cool, ne? Zato, ker so pol cool. Ker so pol cool, verjetno. Ja. Zaradi tega, ker pol imajo pozornost od fantov, ker fantje vejo, da bojo nekaj dobili prvih in so skozi okrog in ženskam to ugaja. Let's be honest, nam vsem ugaja pozornost od tipov. Se strinjam. In unaka ženska reče, da ji ne se laže. Drži. In čakaj, kaj sem ti še hotela reči nekaj v tem, da je to... filmi pa knjige. Ti imaš najbolj popularne serije na Netflixu, ki dobesedno pač eksperimentirajo s seksom, vsakeč z drugim. Euforija, ne? Euforija je katastrofalna serija, potem Sex Education. To ne maraš takih serij. Jaz sem gledala te serije, to je ful fajn za gledati. Ja, no? To je adiktivno za gledati. Ja. Ampak ne pušča pravega sporočila za mlade, zato ker mladi, če živijo na tako življenje, na koncu po mojem, da niso srečni. Pač res ne, ker... No, pa ni zanimivo, imaš občutek, da sploh punce več ne iščejo ljubezni, da iščejo samo še seks, pa užitek, pa žurko. Ne za vse, da ne bom pa zdaj posplošila, ampak mnogo njih.
Jaz mislim, da pri mladih letih ne iščejo tako zelo ljubezni, iščejo zabavo, pa to, da imajo neko pozornost, potem, ko je pa že so leta pač ta prava, pa obžalujejo stvari, ki so jih počele. Ja. To mislim, da je. Ampak ženske vseeno iščejo nekoga, da jih ima rad, zihar, ker taka je naša narava. Zihar? Ja, mislim, sicer pa res, da jaz se ne družim s 15-letnicami. Ja, pa se ne pipus 15, govorimo o tvojih let. Misliš, da se kaj drugačne, isti so. Ne, punce mojih let si pa želijo resnih zvezd. Kurac si želijo. A misliš? Jaz se preveč z goody girls družim. Izgleda da res. Ker sem tudi jaz, I guess. Izgleda da res. Ne? Kaj pa to praviš, ne? Ta trend, da punca danes gleda, kdo ima kaj, ne? Spet ni prave ljubezni, ne? Se pravi, pizda, on ima pizda noga, BMW, oni cool, ne? Tega vse hočejo, tega vmes tudi imela, ne? Ena moja sošolka, ena moja kolegica je govorila, da hoče imeti tipa, ki bo 90. Torej, da bo... Prav imela je to... 90, pa dihaj lafora. Da bo 190 visok, ja? Da bo imel 90 jurjev plačana na leto, pa da bo imel vsaj 90 kg. Ampak to je resno mislila, da se zabavala? Ja, se pa je dobila tipa, ki niti približno stresno teh kriterijev. Ja. Ampak to imajo neke tako pač mentaliteto, ne? Ful previsoke standarde, spet zaradi filmov pa knjig. Ja. Ker vidiš tam unga igralca, Glenn Powella je, unga igra. Ja, ki je igral Top Gunu zadnjem, ne? Pa zdaj še par filmov pa za tistem naprej. Ja. No, on recimo, ko ga vidiš, kaj je ta seksi, ne? Pa je visok, pa je močen, pa je zagorel. A on je zdaj cool, on je zdaj Slovenka cool. Jaz sem iz unga filma Samo ne ti, ki je Sydney Sweeney igra, gledam. Meni ni bil všeč tisti film, ampak dobro. Meni tudi ne, to je bil najbolj všeč film, jaz sem gledala samo zaradi tega, ker je Sydney Sweeney to huda. Ja. Dobesedno, samo zaradi tega sem ga gledala. Ampak preveč imajo visoke standarde in mislila, da bojo tipi imeli ne vem kakšne avte že pri svojih 20 letih in ne vem kakšne službe, pa da bojo one imele pol taknih lifestyle zaradi No in kje je zdaj tu prava ljubezen? Kje? Nije. Ne, v tem je ni, seveda ne. Viš, jaz pa vedno tako pravim, jaz polagam na srce ljudem, najnim gledalcem isto, ne, da če najdeš sorodno dušo, ne, pa pizda nehi težiti v tem, kak avto ima, koliko ima to drugo, daj pizda, drži to, drži tega človeka, ker jih ni veliko. Ampak brez slabih izkušenj ne možno tazga to se strinjam, ne, pridati. je pa nekaj res, seveda, če je pa čist brez znare nekdo, ti se pa tudi jeba, ne, ti pa si ne moreš prvošiti nič, to razumem, ne, ja, ga me je rada, čeprav je klošar na rekovajih, ja, kurac, to tudi ni fajn, ne, budba iskrena, ne, ampak glej, če se pa ti navadiš na nek standard, to je problem mnogih punc, ne, je imela tipa, ki je pelal, ne vem, na Karibe, pa kak bo zdaj zadovoljna z naslednjim, ki jo bo pelal Strunjan. Ja, ne bo, ne. Mislim, se bo mogla malo vase zazreti in iskati to, kar je res pomembno. To, da je prvo, da je pošten, da je dober z njo. No, to vidiš. Pa da ni nek nastopač, da se ne drogira, da ne pije v pretiranih količinah alkohola. Potem, če ti je pomembno, da ne kadi, naprimer, meni je to pomembno, da ima normalen, pa predvsem to, da ima ta iste vrednote, skupne vrednote. Recimo, a veš, na prvem zmenku se je treba pogovarjati o takih stvarih, ne pa o tem, kaj si mi včeraj za kosilo. Če bi fant na prvem zmenku recimo rekel, jaz pa nočem imeti nikoli družine, jaz zihar ne bi šla na drugi dejt. Zihar ne. Jaz vem, da si jo enkrat želim in pač se ni nujno, da si jo mora vsak želeti. Pa bi na prvem zmenku mu povedala, da hočeš otroke. Ne, no, sem zihar, če imaš ti neko dobro debato, tudi na to nanese. Ja, to je res, ja. Če imaš pa ti prazno debato, pa to itak ni za nikamor. No, kak je pa tvoj moški idealen? Jaz imam fanta. Ja, no, se pravi ta. Ja. Fanta imaš zdaj, ali imaš, kako dolgo imaš zdaj? Let pa pol. In kaj ima ta fant, kar drugi nimajo? A si imel že kdaj s kom res tak dober pogovor, da se sploh ni končal? Že sem imel. No? Če pri meni je tak fora tem, če tega ni, me tak ne zadrajva, ne? Je pač ne vem kaka beba, pizda, ne vem kaj to. Končni vazi so tak vse enake, ne? Le, punce, če so mlade, če so simpatične, so tak vse lepe, ne? A veš? In so kot kopirni stroj, ne? In pizda, razumeš, in če so ti še dostopne, dosegljive, če si pač nek frajer, gor dol, se lahko vse imaš, če hočeš, ne? Ampak, ko malo dozoriš, ne, ko si mičke starejši, tako jaz, ne? No, razumeš, potem pač nehaš, ti ni to point, ne? Zdaj sem šel pa z njo spad, wow, ful sem se frajer, kurac si frajer, ne? Frajer si pizda, če te ena zadrajva, ne? Če se v tisto zapičiš, ko je vredna tega, ne? Pa to zdaj jaz gledam tak, pa zdaj, ne? Tipi pa vidim, da ne gledajo tak, še vedno ne? Ampak ta drive danes meni manjka, če sem zdaj kritičen malo do žensk, ne? Pri ženskah, ne? Razumeš, vsaka bi poudarila, ne vem, dekolte, da je seksi, da je to. Nobena pa več pizda, bo na rekovajih ne poudari, a veš, pa ne pamet, ampak ta svoj šarm, svoj pizda, to, kar je meni všeč, ne? In to pogrešam, ne? In če tega ne dobim,
mogoče bom z njo kaj imel, če mi bo všeč, ampak se bo tudi pri tem končal. Ja, saj zato. Pa se lahko ona ne vem, kako zaljubi, pa mi ne vem, kako fajn, ampak pis, da ne bom šel z njo v resno zgodbo, ker vem, da bom nesrečen, ne? Saj, Ker saj nima prav, da tega. ne. Ne? Ja. No, in če si ti najdla to pri temu, fanto, svaka čast. Ne? Ja, veš, to je kar redkost, da najdeš nekoga, ki se res tako zelo z njim ujameš. Zelo. Pa da imaš hkrati še, a veš, jaz, ki sem recimo Tima prvič videla, A ti mu je ime. ja, Okay. jaz sem prav vedela, nekaj na njemu je bilo tako, ti si pa res človek zame, pa nisem takrat vedela, Ja. da pa skupaj. Pa je lušen fant. Pa itak, da je. Pač, Mislim, ne vem. Ja, Mislim, je ne vem, lušten. povej. Mislim, ne vem. je, Od 1 do 10, koliko je? Joj, ne bom zdaj, to pa ne boš. bom delala, res to pa grdo. Okay. Ampak tako, recimo mene recimo na njemu ni videz privlačil na začetku, zdaj Ja. seveda me, ki mi je pač simpatičen postal šele pol, ne. Mene je res njegov karakter, to, koliko je bil on pameten, koliko je No, bil to je on bilo. razgledan, koliko je on prvič, da je meni nekdo pametval, to sem jaz tam gledala, ker pač, ne vem, bila sem navajena prej, da fantje, ko sem se z njimi družila, niso bili tako zelo pametni, sem bila ponoviti jaz pametnejša, ne vem, no, sorry, pa nočno izpadati samo všečno. Okay. Sam tako, a ne, ni bil neki izziv, veš kaj mislim? Ja, ja. Ni bil neki izziv, on pa ful brihta nuno. Ja. Pa mu ne greš na kurat s temi svojimi videi. Se on se strinja z mano. Se strinja, vsem se strinja, Samo mi zato sta pa pomaga. skupaj, zato sta pa skupaj. Ja, zdaj, ne, itak. Ja, sej, veš, to so pa druge stvari, ki sem ti hotela reči, Ja. to so pa vrednote. To je pa številka, po energiji, te, ki jo moraš ujeti, je pa številka 2. Ja, pa mu verjameš, da vse to resno misli, kar reče, ali sem zato to govori, da bi pač se fajn čul. On je bil v politiki pred mano, tako da trust me. Je bil v politiki pred tabo. Pa ima Ja. iste te poglede, stareverske, ali kako ne rečem. Normalne, da vas držati normalne. Aha, okay. No, pa če smo že pri teh tvojih videih, koliko ti tu res misliš, kar govoriš, koliko pa malo provociraš, ker veš, da boš dobila dober odziv, pa lajke, pa delitve, pa tako naprej, da boš ostala v trendu te svoje špure, ki jo imaš. Mislim, res mislim, kaj govorim v 100%, a ne samo včasih se vpraša. Provociraš malo namerno. Včasih se vpraša, kako še kakšno stvar rečeš. No, Lepo, saj kot to. si prej rekel, na TikToku moraš biti zanimiv, da dobiš oglede. a ne? Ja. In če bi jaz začela z video, ne vem, danes v parlamentu je bila seja ali pa komisija za človekove pravice, ne boš s tem začel, a ne? Ja, ti začneš Ker boš- provokativno. Ne rečeš, pač ja, tisto, kar je najbolj pomembno na začetku. In ljudje, pač, če človeka to zanima, veš, se moraš vedeti, da pač mlade populacije politika ne zanima tukaj. Ne? In je težko biti sploh uspešen. Ampak ti si zdaj dokazala, zelo sem ti rekel, da si glas generacije, ne, kar je, to, pazi, kaj je meni pri tebi fascinantno, ne, če greva v ta zadnji del, da imamo tukaj 4 ure, ki te že fant pogreša, vsaj upam, da te. Ne, kaj je meni fascinantno pri tebi, pa tudi če se strinjam s tabo, ne, nima veze. Ne. Ti si dejansko uspela mlade nadrajvati s politiko. Ne. Se pravi, se stvarmi, ki jih načeloma ne zanimajo. Ne? In bodo mogoče po tvoji zaslugi celo vem, šli na volitve, na referendume, na stvari, kamor ne grejo, ker jih boli kurac. Zato pa je pol včasih tako, da so take male udeležbe, ne? Pa nekdo zmaga, da zmagi ti, ko gre 100% folka, ne pa ko gre 20% folka. Ja. A veš, ampak hočem reči, to je nek tvoja zasluga, to ti je ratalo, to ti moram priznati, ne? Da si tu mlade, lepa, lušna punca si, radi te gledajo, tudi to je fora tvoja, to moramo vedeti, ne? In jih zanima, kako bo zdaj Zala spet rekla. Ne? In to ti je ratalo, ne? Ampak zato pa pravim, ni pa vsem malo bremenjeno, da vsak video moraš reči, kurba, to ne morem pa tako reči, da bo fajn. Ne morem tako reči, ko bi mogoče pa čist rada, moram pa vsem malo, da bo to gledano. Ja, valjda se moraš prilagajati trgu, logično. Ja, nisi pa malo bremenjena s tem, da moraš. Ja. No, vidiš. Ja, sem, definitivno. Ja. To je vsak, ki hoče biti uspešen na socialnih omrežjih danes. Ti moraš imeti estetske vsebine, ti moraš si make-up, da gor potem greš snimati. Ne moreš ostati iz posle, pa tiste podočnjake kazati na kameri. Mislim, to meni recimo ful dela vzame, že to, da zgledaš potem, da posnamaš, imaš opremo, potem urediš vse te posnetke in potem pač da še vse to na svojih teh par profilov, ki jih imaš, objaviš. No, kaj pa je bil preboj tvoj? Kjer video je bil preboj? Zdaj si me pa dobil. Ja. Kjer video je bil pa preboj, res? Ja, ne vem. Ziger, kaj je Tini Gaber pa. Veš, kaj je bilo za mene zame preboj, ampak jaz sem bila že prej, jaz sem bila nova na sceni, s tem se v Sloveniji ni noben ukvarjal in zato sem bila zelo uspešna, ker nisem imela konkurence praktično. Ampak kaj je bilo pa zdaj v zadnjem času preboj, je bila pa peticija, ki sem jo imela v tem medijskem zakonu. Zato, ker to so pa šerali, fucking vsi. To vem, da si bila glasna dosti. Ja, tale Aleksandar Repič je to dal na story, Ana Prašnikar Debevec je to dala na story. Res ljudje, ki imajo čez
40,000 sledilcev so dali to na story in takrat sem res To je bilo res kar preboj, ker so se ljudje zbunili, da ta zakon pa res ni normalen, ker pač res ni. Ker ne bi delala take štale, če bi vedela, da obstaja kakšna dejzala nekaj zavajati, tega ne delamo. Ampak to pa res ful sporno in se gre res za svobodo govora in pač so se tudi ostali oglasili in to je bil zame kar preboj. Takrat sem kar šla prek 10,000 sledilcev na Instagramu. Če si že umela za to svobodo govora, ne? Kaj pa je po tvoje svoboda govora? Da je pa svoboda govora vendarle postane sporna? Svoboda govora postane sporna takrat, ko krši kazenski zakonik. Pa je to jasno določeno? Ne. No, to je problem, ne? Ja, zato pa jaz zagovarjam absolutno svobodo govora, pač dokler niso res kakšne grožnje s smrtjo pa take stvari. Če pa jaz nekomu rečem, da ne vem, ali pa če ti nekomu napišeš, tale punca je pa zanemarjena in debela, pa to načeloma ne bi smel kršati tvoje svobode govora. Kaj pa ko reče, ne vem, ta je pa fukin, ta je pa kreten, ta je pa to, zakaj to ni problem? Zakaj to gre skozi? Zakaj noben ga še ni tožil, pa zakaj noben mu ni plačal, ko mu je to rekel? Zaradi tega, ker imaš ti pravico do svobode izražanja, on ima pravico, da tebe ne sliši, da tebe ugasne, da tebe blokira. Ja. Zaradi tega. Ja, pa si zdi to prav, ja. Da rečeš njemu, da je kreten. Mislim, moje moralo to krši, ampak pravno formalno gledano imaš ti pravico do tega. Jaz tega sicer ne bi rekla nikomur, ker pač imam manire. Ampak bi že ni šlo predaleč to. Te zmrljivke, zbrdljivke. Ja, kaj boš pa rekel? Boš rekel, beseda kreten je kazniva, beseda debil pa ni. Ja, oboje je. Ja, kaj pa polk bo rekel omejen? A veš? Ja. Zdaj pa postal meja tukaj, ne? No pa se to te prašujem, ne? Misliš, da je prav, da je to, da lahko pa vsak mu rečeš, kaj hočeš? Ja. Jaz te lahko zdaj rečem, kar hočem, lahko pa pač se ti odstraniš od mene, rečeš, Zala, kvaj s tabo, tako se ne dela, grem stran. Če ti pa začnem groziti, mi je ogrožena tvoja varnost, pa pravica, da pokličeš policijo in sem jaz kaznovana. Se pravi, tukaj ti potegneš črto par. Ja, jaz mislim, da ne moreš ti zdaj reči, kaj je sovražni govor, pa kaj ne. Veš, lahko rečeš, recimo, lahko meni govori, da jaz ne izvajam sovražni govor, ker sem proti LGBT ideologiji. Ja. Pa to ni prosto pravica, da sem proti LGBT ideologiji, tako kot imajo oni pravico, da so proti meni. Ok, kaj pa čuj Janez Janša, spremlja tvoje zgodbe, veš, imaš kakšne feedbacke, te bo povabil v stranko, boš, ne vem, ko bo se on upokojil, boš ti šefica stranke, imaš ta plan? Ti imaš pa res zame take Mislim, ne vem, da boš skozi na YouTubeu, mene pa na Facebooku, boš pisa neko kariero naredila, ne? A veš, da zdaj, ko si glih to temo odprl, jaz sem po evropskih volitvah res razmišljala, kakšna bo moja pota, ne? Vedela sem, da politiko sem se tukaj vrgla in me res veseli, ker sem našla svoj namen tukaj. Ampak jaz nisem na poslanski stolček. Nisi? Kaj pa te tam, bi bila preglasna? Ne, jaz rabim nekaj bolj razgibanga. Jaz rabim, da se nekaj dogaja. Pa si zdaj predstavljaš iz enega stola na drugega, tako večina politikov. Cel partijo? Ja. Ne, to ti ne bi bilo? To ni zame. Ja, kaj boš pa pol? Ne vem, bom videla. Ja, pa te je poklical Janša, da ti da greš na volitve z njimi? Mislim, ja, oddala sem kandidaturo, da bi kandidirala, ampak sem se potem premislila. A tako je bilo? Pa kaj prav za SDS, da bi kandidirala? Kje je zdaj? Za evropsko poslanko? Ali? Ne za evropsko. Ja, tudi to so me hoteli. Za to proper poslanko. Zdaj nazaj, 2 leti, ali da so bile volitve? Ja, takrat tudi nisem hodila kandidirati. Tudi nisi hodila? Kaj pa zdaj na naslednjih? Nočem. Tudi nočeš? Kaj, jaz sem se v svoj projekt spravila. Ja, da imaš društvo si ustanovila. Ja, zdaj sem se tudi malo tako, nisem več tako aktivna v stranki, ker pač se mi je bilo vse fajn, pa tako sem jaz mislim, da lahko svoje potenciale bolj izkoristim v tem društvu. Tako si ti to. Ker bom mlade res lahko nagovorila pristno, ne strankarsko omejeno, da mi ne bo kdo rekel, tega pa ne smeš govoriti, pa karkoli se ne, da se to dogaja. Samo pač nočem niti tvegati, ker imam tudi kakšne poglede, s katerimi se stranko recimo ne strinjam, ne. In pač sem vesela, da imam to svobodo, pa da res lahko tako, kot si prej dobro rekel, si mi res dal zamisliti, ker si rekel, da mlade punce rajši jim pove, da se ne rabijo slačati za to, da pozornost dobijo. Take stvari hočem spodbujati, s takimi temami se hočem ukvarjati. To si te društvo ustanovila, kaj? Ja, dejansko, zato da pač lahko imajo mladi, ki so s takimi vrednotami, ki jaz da vejo, da je to vse ok. Da tudi, če ti vsi govorijo, kaj si s tabo, ko si ortodoksen, a si ti podpiraš Trumpa, a si desen, a si fašist, že skoraj pol že, ne, naslednji korak takoj. Jaz mislim, da taki mladi, ki so taki, kot jaz in se čutijo normalne, rabijo neko stekališče, neko organizacijo, kjer bojo našli svoj dom. In to boš ti zdaj naredila, misliš? Sem že? Mislim, vem, da si ustanovila društvo. Koliko imaš pa članov? Že v prvih 24 urah se je odšla na 100 ljudi. To je bilo crazy. Koliko imaš pa plan? Koliko imaš plan? Nimam. Da boš zadovoljna?
Jaz si ne želim velike številke imeti, jaz si želim imeti kvalitetne člane. Jaz si želim ljudi, ki bodo prišli na dogodek, ki bojo se ukvarjali, ki bojo pomagali dogodke organizirati, ki jih bojo teme res zanimale, ki bomo ponujali vse možne stvari, ne bomo ponujali izobraževanja, da bojo res kvalitetni ljudje, ki imajo izkušnje z nekega področja, prišli nam predavati o tej temi, a ne potem bomo organizirali tudi družabne dogodke, da se bomo lahko med sabo spoznali, ker bi bil presenečen, koliko fantov recimo meni piše, ki lahko najdem normalno punco. Ali pa obratno, punce, ki lahko jaz najdem normalnega tipa. Meni pa pišejo fanti, sem za to činkiro za seks zrihtam. No, ok. Mislim, ne piče za resne stvari, ne meni. Ja. No, in pač, a veš, koncev sem tudi jaz tima našla v političnem podmladku. In zakaj pa ne bi mogoče še... Pa kaj znan ta tim, ali kaj, mislim, je znan? Znan, kaj? Mislim, če ga poznajo ljudje, mislim, je znana figura politična. On ni toliko zelo na kamero, ne mara pozornosti sploh. Okay. Tako da je bolj the brain v zadnji. Sva si me pa presenetila zdaj, da ne bo šla v to politično pot. Ni zame, res ni zame, jaz nisem tak človek, da bi sedela v parlamentu. Kdaj si to ugotovila? Se mi zdi, da sem vedno podzavestno vedela. Plača je dobra, veš? Vem, to je edin plus. Jarno? Ja pa kaj pol, jaz nisem nadnar narejena. Nisi? Ne. Kaj tim nima denarja? Drugač pa tim ful dobro plačal za svoje. Ja, no, ne, mislim, da ne. Ampak, veš kaj, jaz sem ful srečo, da, ne vem, sva zdaj recimo s timom v stanovanju, ki je družinsko in ne rabva neki hude najemnine plačevati, ne? Ja. Pač samo neke osnovne stroške. Hvala Bogu. Kaj pa ti, mislim, da študiraš še? Ali zdaj, kaj delaš? Ne delaš? Študiraš? Jaz? Ja, ti. Farmacijo, 4. letnik. To si rekla, 4. letnik si zdaj. Ja. In kaj boš pa v farmaciji pa ne bi delala? Tudi mogoče. A veš kaj, drugače sem razmišljala, vse je odprt, drugače moje sanje so, da bi prek tega društva se pa tudi zaposlila nekoč, če bi to res prerastalo v neko organizacijo veliko. Drugače pa plan B je, jaz tako, kar dobro sem postala v socialnih omrežjih, tako da lahko bi tudi za kakšno firmo delala PR koncev, ali pa bi delala tudi to si pa, ker tako so pa moje sanje malo. Plesavka ob drogu? Ne, ampak da bi nekje na deželi živela, da bi imela veliko družino, pa da bi delala part-time v lekarni. Pa kaj imaš s temi velikimi družinami pisa? Jaz si to želim. Pa kaj to mi je velike? 10 otrok? Ne, dobro, tako ne. Koliko pa? Tako je, 4. 4? Ja. Pa da bi po naravni poti vse rodila? Ja, če upam, ne? Ja, pa že to boli. Ja, pa se imaš še vse možne epiduralne analgetike. 4, da bi... Če rodiš enega, za drugim manj boli. To vem, ja. Zaključen, da boš ti kdaj rabo to roditi. Ja, no, hvala Bogu. No, glede na to, kak gre svet, se zna zgoditi, da bom lahko, ja. Ja, drugače že eden. Ja, vem, pa zelo zanosil je en moški. To sem pa videl. Ja, ker sem mu dal umetnost. A boš rekel, da je to normalno? Mislim, normalno. A boš rekel, da je to treba spodbujati? Ne, mislim, spodbujati. A bo res razvoj šel v tej smeri? Ne, mislim, se ne bo šel, ker ne more iti. To je izjema. Zakaj bi to bil? To je pa spet pritistem, ne? Zakaj bi se zdaj zgražal nad Schwarzeneggerjem v filmu Junior, rodil v 90-ih, to je bil film, ne? Zakaj bi se zdaj zgražal nad enim na milijon ali pa enim na 100 milijonov moškim, ki je zanosil in ki bo rodil, ne vem kako, s carskim rezom verjetno, se to ne bo trend, se ne bo zdaj vsi moški rekli, jaz bi pa tudi rodil, to je pa full fine. Zakaj ta nora ideja v ljudeh, ko nekaj vidijo takega in nastopijo z idejo, da bo to zdaj masovno vse moške zagrabljali, da bojo hoteli roditi. Vse moške, ampak če bo kakšnega... Lepo te prosim. Lepo te prosim. Pa tudi, če bo enega na milijon in kvaze, kaj? Žalostno je, da bi se davkoplačevalski denar v to... Kaj, v moškega, ki rodi? Ja. Pač, kamo ne je zdaj? Ja, a ne bi bil ti jezen, da ti plačuješ davke, namesto da bi ti cesto zrihtal, ker tvoj avto uničuje amortizacijo? Ja, se tam moški tudi mi bo cesto zrihtal lahko, ko bo nekaj biti noseč. Kaj je problem? Ne, ampak zakaj bi, jaz recimo nočem, da gre moj davkoplačevalski denar v neke LGBT spremembe spola, če imamo tukaj vse za zrihtati. Ja, ampak to bo eden na 2 milijona. Eden preveč. Eden preveč. Torej, nočeš, da moški rodijo in ne dovoliš, kaj? Nekako... Zala. Ja, grozno, nade. Pa to, ki hoče roditi, pa jim to preprečuješ. Ja. A veš, pa vsak trend je na začetku, ko si rekel, jaz sem eden na milijon. Ja. Tudi, ne vem, ženske, ki so nosile hlače takrat, so bile prve, si to nobena, ne samo takrat. In danes vseeno smo hlače, na primer, ne? Ja, no ti ne. Ti imaš obleco. Ne, drugače tudi jaz. Ampak, a veš... Ampak to je lažji trend, kot da moški rodi, da si ženska obleče. Ni pravilno razmišljanje na ta način, veš, da rečeš, jaz je tu samo eden, ne, ker jih bo skozi več, ne, skozi se bo to spodbujalo. Jaz pa mislim, da... Lepo te, prosim.
Lepo. Le koliko celebritijev je najprej, ne vem, Sam Smith, recimo, da je začel, pa ni on začel, no, ne vem, kdo je, ampak danes so že skoraj vsi taki, ja, ne čudni. No, skoraj vsi ne, no. Ja, Ampak nekaj pa. Ja, No, ampak se pravim, Sam Smith, če smo spet pri njemu, se mi ne dopade, ker, pa ne, da imam kaj proti temu, ampak vidi se, da to dela z nekih provokativnih vzgibov, nekega showtima, ki pa ni cool, ne, to je problem, ne. David Bowie je bil cool, Sam Smith pa ni cool, ne. Kar se mene tiče, ne? In ni dobil točk od mene, od koga jih je dobil, ne vem, je bil bolj simpatičen, ko je bil tisti prvi Sam Smith, ko je kvaliteto postavil od spredi, to zdaj je neka provokacija, ki je ne štekam najbolj, ampak očitno ima neko svojo zgodbo, ampak ne mogo pa obsojo, ne dela kar čez, se je pač gospodar samega sebe in svoje karijere, lej, tako je rekla Lady Gaga, born this way, in tako se je rodil, to dela, bolite kurac, kaj imaš ti z njim? Ja, se nimam nič, dokler ne bo tim hotel roditi, pusti. Oh my God. Zala pusti, dokler ne bo tim hotel roditi, pusti. Mislim, jaz ne vidim čisto s tem narobe, da javno poveš, da ti je to... Ne, se lahko pove, ja, se lahko pove. Ja, no sej, to je pa vse, kar delam. Se ne delam nič hujšega, ker to. Mislim, da boš zdaj halo zagnala, ne? Da boš šla zdaj okrog iskat, kjer moški je noseč. Ne, iskreno, mi je to že tako skregano s pametjo, da temu jaz niti pozornosti več ne posvečam. Te bom vprašal, ko boš rodila 4 otroke, da bi mogoče tim rodil enega, da te ne bo tako bolel, ne? Ja, mogoče. Da boš vesela, da boš enega lahko njemu odstopila. A veš, ti misliš, da je recimo svet tako ful, se smo v bistvu vsi normalni, se nobene dela take štale, kot ti zala. Jaz sem enega tipa, pa ne bom zdaj po imenu, ki mi skozi v komentarje non-stop take stvari piše, tako skrajne. Ja, ki te zabava tudi. Ne. Malo te tudi provocirajo ljudje, ki vejo, kakšna si in da te bojo razjezili. Ne, ni res, ker jaz nimam odziva sploh nikoli na njega, recimo, nikoli. Pač samo včasih pogledam. No, ampak poslušaj, recimo, ta tip skozi na vsako stvar, ki jo jaz dam, on se oglasi, pa čist resno, celo kakšen like dobi, veš. In tako recimo, kaj enkrat izjavil, da je edina rešitev za ilegalne migracije pač legalizacija. Ja. Naprimer, a veš, take ljudje se najdejo. Pa dobro, ampak se sam eden si ga zdaj omenila. Ne, to je recimo premijer vlade rekel, da je rešitev za ilegalne migracije legalizacija. Zdaj bi rada v to debato šla v migrante, ali kaj bi rada šla. Lahko grevaš v to, Ne. Tukaj itak ne moreš zmagati argumenta. Te bom pa vprašal vse, zakaj si toliko jezna na Goloba, pa na njegovo Tino, pa na to te pa moram vprašati. To imaš velikrat imaš temo ravno to, Golob, pa Tina, pa ono, pa drugo. Pa mi zdaj povedal, bi se spet po resnici tako ne boš povedala, ker veš, da to je dober odziv, da boš imela like, da boš imela showtime, da boš imela to, ali res pizati tako, ti grete tako na kurac, da skozi moraš... Ja, res. Zakaj? Zakaj? Mislim, zaradi tega, ker Golob počne take stvari in zapravlja davkoplačevalski denar in nič ne naredi s tem, obljubuje pa ne vem kakšno rešitev, pa ne vem kakšno revolucijo, pa zaradi tega, ker tak narcisek, da ga ne moram videti. Tina Gaber je pa pač njegova priležnica, zato ker je trenutno ustreza, me pa zanima, koliko časa bo ostala z njim, ko ne bo več predsednik vlade. Kaj pa drugi, misliš politiki, so pa vsi super bili, kaj? Ne, se nisem rekla, da so. Kdo pa je bil sploh super? Ne vem, noben ni bil glih perfekten, samo jaz sem se šele zdaj aktivirala in ko mi čakam, da bo še kdo, da ga še njega. Ok, mislim, da je dobro. Ne, veš, mi je všeč, veš, Američani imajo izraz feisty woman, ne, se pravi, ona polnokrvna ženska si, ne, veš, ki pizda, ki se oglasi in to je vredo. To pomeni, da imaš strast do življenja, da imaš kriv seb, ne, to je vredo. To nič slabega ni, ne, pač imaš te svoje poglede, jebi ga, ne, se kam in pa pršič bili vsi enaki, ne, se bi bilo čudno, ne, tako da gledajte, spoštujem, ne. Zala, to vprašamo vsakega gosta, pa tudi tebe, ne, kdaj si nazadnje jokala in zakaj? Tega pa nisem pričakovala. Kdaj sem nazadnje jokala? Sploh se ne spomnim, kdaj sem nazadnje jokala. Po mojem, da kakšne 2 meseca nazaj, ko je bila obletnica smrti od babi. To? Kaj tazga? Ja. Nisem preveč smerav tip ženske. Se pravi v filmih pa v kakšni muziki? V filmih ne, veš kaj, se izogibam takih. Ker se joka, zato ker, ne vem, mi niso tudi tako, ne maram takih filmov, ko so preveč zelo čustveni, da se joka na koncu. Recimo tudi Titanika ne maram gledati, ker enkrat je bilo dost. Si žalostna pa? Ja. Drugače si romantična ženska ti? Mislim, punca, ženska. V kakšnem smislu? Mislim, da imaš rada romantiko, da imaš rada svečke, plažo, sončne zahode. Se smo vsi malo romantični. Mislim, jaz sem, za tebe ne vem. Ja, jaz imam ful rada svečke, pa romantične večerje, pa plažo, pa romantično muziko, absolutno. Ti seks pred poroko, ja, ne? Oh my God, kaj ste mi vprašanji? Ja. Joj. Mislim, povej. Ja, pač... Ja, kaj ja pač? Tako bom rekla, ja, samo imam pa tako, imaš slabo vest zaradi tega. To resno zdaj mi govoriš? Ja. Ja. Resno mi to govori zdaj? Da imaš slabo vest? Po vsakem seksu imaš slabo vest?
pač ne, da ne postik, to sem tako Pred, med, mislim, oh ne vem. Ja. Ne, Ja. mislim, nekako vem, da ne živimo več v tistih časih, a ne, Ja. ko je bilo pač to ne seksati pred poroko. Ampak zdaj sama to kršiš, ali kaj? Ja, Ja, kaj ja? Zala, kaj ja? ja, vem. Ja. Sem najbolj ponosna na to, da Ja. sem je dobil taki moj, kako se reče. Mislim, kaj zagovarjaš drugače to, da bi to do poroke bilo treba, mislim, ta klasika, jaz tradicija. drugim ne bom govorila, kaj ne delajo. Če bi Ja. pa recimo moj fanci to želel, bi bila pa jaz odza. Ja. Ne bom pa drugega sila v to. Aha, se pravi, bi bila pripravljena, bi pač imela fanta in bi, ne vem, do poroke bilo 5 let. Ja, se verjetno bi bila prej poroka. Ne, da bi pač on tak imel plan. Kaj, 5 let bi ti čakala z njim na intimne stvari, ali bi si ti utrgali, bi rekel, te zikar gej, da bomo Ne, jaz drugače, če bi bilo 5 let do poroke, bi jaz to skenslala, ker jaz mislim, da če ti čaka več kot 3 leta, da te zaproste, ne bo nikoli zaprosil. Aha. Tako da, ja, to. In kdaj se ti misliš poročiti? Ja, kaj bo zaprosil? Ja, kaj čaka? Tim, kaj čakaš, pizda? Dobro, ne tega izvajati. 3 leta časa ima. Ne Meni moramo. ful neprijetno, da Moramo ga malo sprovocirati. Ja, pa bi rada se poročila. Kako hočeš tako sajnsko? Ne, čim manjšo. Čim manj, da Ja. noben ne ve, ali kaj. Pa tako, da je uno privat. A veš, nočem kakšnih ljudi, ki bom pa le živčna tam zaradi njih. A veš, Aha. uno tako. Pa tudi nočem, kaj je to danes tak strošek, pa tak biznis ratov, tega res nočem. Ja, ja. Tako da bom čist vesela, če bo, ne vem, 40 ljudi ali pa še manj. Kaj ti pa rečejo tvoje te prijateljice ali pa prijatelji, neko imaš pač krog, kaj reče na to tvojo, ta tvoj aktivizem, to tvojo jezo, to tvoje nezadovoljstvo, te podpirajo Pa si saj in ni faca. nobene jeze v meni. No, Jaz sem mislim- drugače ful, a nisi danes opazil, da sem Ja, kar si, ne, si, sproščena? ampak mislim, nastopaš v teh videih, tako da si kar nezadovoljna. Ne moreš skozi, ne. recimo slabih novic, to, da ti dobesedno kradejo denar vsak dan na nek ful pozitiven način povedati. Ampak zakaj moraš ravno ti se to oglašati? Ne, mislim, Ne vem, ker se čutim. Se čutiš poklicano. Ja, pa všeč mi je odziv, ki ga dobim, ko mladim odpiram oči, ki so tako wow zala, ej, ful te spremljam, hvala, da Ja. to delaš, ne obupati. Pa ne vem, No, še to sem ti prej rekel. Ja. našla sem se v tem, čutim, da je to moje poslanstvo. In... Boš za predsednico Slovenije kandidirala, vsaj to. Tako vprašanje za naprej, ker še sama nimam pojma, kam bom zdaj šla. Ne se vem, sestra ima motoranca. Ja, no, evo, Ampak ne vem, to za naprej še ne vem. še ne veš. Ne. Ja, pa kdaj boš vedela, pizda? Ja, ne vem, jaz nisem. Mislim, kaj boš, ko boš velika, ne? Mislim, ja, ne? To bi moglo vedeti. Rada že. bi delala to, kar zdaj To, delam. kar si rekla prej. Ja. To, kar zdaj delam, rada bi spreminjala svet na nek način, rada bi odpirala mladim oči in povedala, da če tako razmišljajo kot jaz, da s tem ni nič narobe in da si vsem lahko confident v tem razmišljanju, ker Ok. okay. Danes že tako kar malo čuden, da na glas poveš, ker če rečeš, ne vem, jaz pa zagovarjam neko tradicionalno družino, pa 2 spola, pa nočem, da ljudje ilegalno prestopajo našo mejo, pa nočem, da nam država krade pol naše plače vsak mesec, pa ni mi všeč to, da vsaka vlada obljublja, da bomo v 50 dneh do specialista prišli, da bomo prišli do zdravnika, potem pa nič od tega nimamo in potem spet na novih volitvah izvolimo isto sranje. Enostavno proti temu sem in o tem ozaveščam. Vse to sploh ni slabo, v bistvu, veš, noš mislila, ne? To je vredno. Thanks. To je zelo vredno. Zala, če ob koncu zamenjamo vloge, ne, če imaš, ni nujno, ne, boljše, da nimaš, če imaš, pa imaš šanso, da me vprašaš 3 vprašanja, karkoli želiš in karkoli ti pade na pamet, in bom iskreno odgovoril. Če nimaš, hvala Bogu, če pa imaš, pa izvoli. 3 ti dam, več ne. Ker vem, da si preveč zmešana, pa da bi ti kar pol začela, moramo imeti neko mejo, moramo imeti. Izvoli. Slišala sem, da si Lejo, imel kaj si slišala? Urško Klagočar-Mik Zupančič tukaj Ja. in da sta imela na koncu nek poljub. Ja. A je bilo to zaigrano ali ne? Pa po pravici moraš Ne, povedati. se to slabo vidim, da je zelo slabo, to si spremljala. Ne, imel sem intervju z njo v parlamentu, tam sem prišel v njeno pisarno in na koncu, ko smo delali selfie za spomin, je mi dala poljub na lica. In pa je ta poljub tako dolgo trajal, da sem jaz lahko naredil 3 selfije, ampak to je bilo spontano, Aha, ni bilo zmedeno. okej. Ona se je enostavno prvila stran, pa me vsak, jaz slikam, ampak to je bilo še pred, zdaj je Boris Zuljan povedal javno, da sta par, ne, Ja. zdaj to ni več tajno. Ampak to je prvi škandal, je bil moj škandal, okej. in pa pazi hec, ne, jaz potem ta poljub, ta selfie objavim na Facebooku. Pa jaz nisem se sanjal, da bo to neka viralna zgodba. Ampak, ko sem jaz to objavil, to je bilo, pa sam poljubek, nalička, poljub. To je bilo, kot da bi pizda se zgodil, ne vem kaj, in jaz sem se tako smejal na koncu, ne. Pa ta časopis, pa unče, pa to, in so vsi pisali o tem poljubu, ki je ostal v svet. okej. To je bilo sicer ful dobra reklama za podcast, ki je šel ven, ampak jaz sem ga ustrajal, ker nisem podcast dal ven istočasno, kot to sliko sem dal šele 14 dni kasneje. Da bi jaz takrat dal ven, bi me milijon ogledal, ampak pustma. Ampak jaz nisem pričakoval in potem sem se spraševal, pizda,
a je to res tako, kaj pač ta naša Urška naredi, ne? A je to res tako zanimivo, pa dobro, bil je problem to, kaj to sem bil jaz, kaj zdaj je isto Gartner, to je ta Gartner, ki je imel Gartnerjev bordel, to on v seksu, in zdaj ona njega poljubila v parlamentu, pa kaj se to zdaj, ampak meni je bilo, jaz sem se smejal, ne? Ona pa tudi, ne? Ni bil to, no, da bi to zdaj bil njen, da bi jo to motlo, ampak je pa res hec, da je tak nedolžen poljub na lička sprožil take novice, take debate. To se vsi fujo, teh politikih se vsi. Veš, ne? Zdaj, da bi recimo bilo kaj druga, kaj bi še napol bilo, ne? Ker pa je pa ta pravi škandal je prišel pa pol leta kasneje, ne? Ki pa hvala Bogu ni imel veze z mano. Ne? Evo. Drugo vprašanje. Ja, pogledajo ti, ok, izvoli. Koga si volil? Koga sem volil? A veš, da ti moram povedati, da... Ne, nisem bil na volitvah. Ok, koga bi volil, če bi šel? Danes. Pa to je še vedno drugo vprašanje. Nobenega. Fucking nobenega. Okay. Pa sem drugače po tej svoji, kako bi rekel, orientiranosti naj bi bil levičarsko usmerjen bolj, ne desničarsko. Ampak zadnje čase pa vem, da ni prav to, ne? Da dejansko ne greš na volitve. Boljše, da voliš, kot da ne voliš, ampak mnogi volijo zgolj samo zato, da nekaj volijo, tudi to je kurac. Vedno je ta fora, ne bom Janše, bom nekoga drugega, ne? Ali pa bom Janšo, da bo to isti kurac. Ampak zadnja leta, ti moram povedati, včasih sem se bolj s to politiko, pa tudi pisal sem pa provociral še dosti bolj kot ti. Pred leti, ko sem imel še blog na Siolu, sem imel kar ostre članke, pa sem pa videl v bistvu, da mi to škodi. Ne? Ker sem začel v medijih delati bolj in čim ti ljudi razdeliš na dva pola, zgubiš polovico ljudi. Ne? In imaš novo temo, kot so tvoji migranti, imaš novo temo, kot je bil COVID, in spet deliš. In na koncu ti ostane samo še ena osmina ljudi, ti pa rabiš vse osmine ljudi, ker delaš stvari, ki nimajo veze s politiko in s COVID-om in z migranti. In to, da se ti zameriš ljudem, se tepe kul, ti ne veš, ne, komu vse si se zameril. Ne. In pol čez leta, ko ti ne prideš tja, pa ne dobiš to, ti sploh ne veš, kaj je razlog. To je razlog. Ker si se zameril takrat z nekimi tvojimi, pa si še provociral, pa se zajebal, smo to srečo, da pri meni mnogi vzamejo to bolj kot provokacijo, ne kot res. Tak imič imam, da to srečo imam. Ker če bi vsi vzeli za res, po moje tak ne bi bil nikjer. Ne? Ampak je pa to zelo nevarno. No? Tako da sem se teh političnih tem začel izogibati. Če pa že omeniš, je pošteno omeniti oboje, ne samo, da enega napadaš. Pa napad vse, ampak če ti še enkrat odgovorim, ne, nisem šel na volitve in tudi zdaj trenutno čakam, kaj bo, kdo se bo pojavil, kaj nam bo povedal. Trenutno pizda, ne, zdaj trenutno ne bi obkrožil nobenega, trenutno. Urška me je pa tako izdala, zdaj z Uljanom, ne, a veš. Ok, tretje vprašanje. Ja, imaš več vprašanj ti? Ne, višo. Če imaš več, povej. Ne, nima. Okay. To sem začistko spomnil. Okay. A podpiraš to, da pač a podpiraš moški ilegalne ljudi. Migracije? Ne, kaj imaš s temi migracijami, pizda? Pač zanima kaj imaš s temi migracijami, v pizda materno? Pač, veš kaj, jaz vem, da drugače večina folka proti temu, ampak da si mi pa povedati in zdaj, če si me že izval, da te vprašam, jaz tebe izzovam, da poveš. Ok, ni panike. Lej, ko so se te zgodbe pred leti začele, ne, takrat sem bil kar dosti glasen, da ni s tem nič narobe. Ne? Ker sem imel idejo, ne, da če je v njihovi državi, ne, takrat, ko se je to zgodilo prvič, ko so začeli migranti hoditi, Američani, ne vem, Britanci, dokolo vse je vpleten v te zgodbe, če so jim razfukali državo, ne, NATO gor dol, in ti ljudje začnejo bežati. Ne. To so res begunci, to niso migranti. Ne, mi pa zdaj roke stran, ja, to nas pa ne zanima. Čakaj, pizda, ne? A veš, gre za kar nek odstotek ljudi, ki so dejansko res bežali. Sem se predstavljal, da nam Slovenija nekdo razfuka, pa jaz zbežim. Ne? Pa mi reče, čuj, kaj se ne boš ti za svojo Slovenijo boril? Kaj zdaj pomeni, če nisem umrl v prvih vrstah, pa nisem Slovenc, ne? Sem pa loser, ne? Sam to ne govorim o teh. Ampak pač, no, hočem reči, ne? In bi bežal, ne? In sem se predstavljal takrat, kurba, pa bi me pa nekdo na meji zajebaval, pa bi utonil v čovnu, pa bi gor levo desno. Pa mi je bilo takrat to malo grozen, sem se od mene zbudil ta čut, ne, in sem rekel, pizda, ne moramo tako gledati, ne. Sem rekel, pač, svet se spreminja, ne, a veš, ni več
samo to, tak in tak, pa pridejo te narodnosti, pa une, pa zdaj ne vem, ko so pa rekli, da bo še nekoliko milijonov Afričanov prišlo, pa trenutno jih še ni. Ne? Pač svet se vedno, migracije narodov so vedno bile in vedno bodo, ampak tega se mi strašno bojimo. Ne? Mi se bojimo tujih kultur, mi se bojimo tujcev, mi se bojimo vsega. Slovenci se ful bojimo, imamo pa tu v Sloveniji recimo balkanskih narodov vsak dan več. Ne? Veš, jaz sem vprašala, če podpiraš ilegalne migracije. Ne? Zdaj, kaj pa je po tvoje ilegalno, kaj pa je legalno? Ne? To moramo mi razpucati. A je nekdo, ki ilegalno prestopi mejo, kriminalec? Kaj če? Če je nekdo, ki ilegalno prestopi mejo, kriminalec? Ja, zdaj po tej neki uradni zgodbi naj bi bil. Ne? A veš, če je nekaj ilegalnega naredil. Ne? Ampak jaz se vedno vprašam, zakaj je do tega prišlo. Ne? Ampak zakaj pa misliš, da prihajajo recimo samo moški? Ja, okay, v 94% moških no, to ni čisto res. Ne? Ja, ampak to so statistični podatki. 94% moških nimaš te podatke, nimaš v redu, ampak lej, pusma. Ne? Zakaj? Ne? Točno zato, ko sem ti rekel. Ne? Mnogi moški bi se mogli pač po mnenju ljudi, bi mogli tam ostati in se tam boriti. Tako so pa sam družine pustili tam? Ne. Zakaj je pa toliko več moških? To ti ne znam odgovoriti. Ja, se izmikamo. Ne, to ti ne znam govoriti, ampak dejstvo je nekaj. Mogoče je šel moški naprej, da bo zrihtel stvari, pa bo družina za njim prišla. Ne vem, ne znam, ker to so specifične situacije. Ampak vem nekaj. Ta ideja, pravi moški, brani državo v svoji državi, se nastavi bombi. Moraš vedeti, da večina teh ljudi ne beži iz vojen. Ja. Večina teh ljudi ne beži iz vojnih območij, tudi jaz nimam nič proti tistim, ki pridejo dejansko kot begunci. Večina teh ljudi išče boljši ekonomski položaj in grejo sami, pustijo svoje družine, sestre, matere, ženske tam. No, ampak zakaj pa pravzaprav to zločin, če hočeš ti boljše živeti? Ker ilegalno prestopaš mejo. In fukneš svoje, vržeš svoje dokumente, ki sem jih osebno na meji našla, na tleh, in tak je pisal datum 1.1. gor, se možno dejansko 1.1. rojsten dan sam. In sem našla ležeče dokumente, pa pridejo sem pa rečejo, azil, nimam dokumentov, nihče sem in te morajo so prisiljeni svet. Ne bi reči, da je to normalno. Ne, sej, ne govorim, imaš ogromno teh primerov, ko se je dogajalo to, če pride, ne vem, zmišljujem si zdaj, 10,000 ljudi, ziger se zgodijo pizdarije, ne? To meni jasno, ne? Pa jaz te razumem, kaj mi govoriš, ne? Ampak pizda, zgleda, da je v meni, ne vem, mogoče sem jaz pač tak človek, da ta čut se vedno nekaj vklopi, ker lansko leto vedno sem organiziral en dobrodelni koncert s 50 nastopajočimi, za enega, ki ga je zdela možganska kap, pa se mi je zasmilo pizda od dno duše, da v teh primerih, pa mogoče me nasirejo te migranti, pa jih tam vidim, pa se mi zasmilijo. Bi jih vzel domov vse? Ja, če bile punce, ja. No, niso punce, niso. Pa kura se. Mislim, ja, pa hočem reči, ne, da to me pol jebe, ne, to, ker mislim, da smo, ja, ne, pa mislim, da smo preveč izenačili, da so vsi problematični in oni, ki so res bežali zaradi vojne, in oni, ki so res bogi, vsi so slabi, vse to ne grejo stran, to me je zmotilo po moje najbolj. Ne? Ta odnos, da smo na vse gledali enako, ja pa gled, ko imajo nove iPhone, pa čakaj, se niso pizda živeli v Siriji v kameni dobi, se so pizda imeli, sam so jim Sirijo razsul, tam je bila vojna, tam so bile bombe, zato so pa šli, ne? Ampak dajmo se res odločiti, kjeri so res tisti, ki so problematični, ki so res taki, ki moraš reči stop, halo, ne? To dajmo ločiti. In tukaj mislim, da Slovenci smo preveč vse oddalen koš, če si njihov, če si od tam, nimaš vstopa k nam. Ja, samle Nemci niso dali pa nič v noben koš, pa Švedi pa imajo zdaj pizdarijo tam, ne? Ja, tam jih je pa mogoče res preveč, ne? Ja, čakaj. Ja, Zdaj pa klemejo po tega. Ja, mislim, ne, se pravi. Ampak se pri nas niso želeli biti, se so šli samo mimo. Sam to ni rešitev, veš. Ja. To ni rešitev, da se pa Nemčija zdaj v razsulu, pa Švedska, da bo statistika, da bo ne vem koliko procentov žensk posiljenih, pa take stvari. No, pa gled, ima že pri tem posilstvu zaključku najnega pogovora, ne, tudi to mi je smešno, ne. Pa nočem zdaj pametovati, ampak ki si mene zdaj nas, imigranti, pisno, dobro, da si mi možnost. No, pa gled, pa gled, ne, se pravi, ko je migrant posilo žensko, ko je Slovenc posilo, ni res. Je. Ni res. 100-krat več pizdarije je, če posili tujc. 100-krat več pizdarije. Ampak zakaj? To, ker je, pa ne, da Slovenc ima pravico, ker je tukaj. Niti per fucking bližje. Ja. Ampak če bi lahko mi preprečili, da bi ta človek sploh prišel v državo. Ja. A veš, to mi je tako uno. Ja. Mi bi lahko v njemu, če bi država funkcionirala, njega sploh ne bi bilo v tvoji državi. No, sam se ne posiljujejo vsi, to je mogoče spet 1% teh slabih. Se vem, da ne? Ampak če bi samo ta procent slabih že lahko dali stran, ki bi ga ful easy dali stran, samo zaprli bi mejo. Ja. In se teh posilcev ne bi bilo in življenje žensk ne bi bilo uničeno. Ja. A razumeš?
Ampak tudi Slovenci delajo ful pizderi. Seveda in si zaslužijo iti v zapor doživljenjsko. Absolutno. Ampak, če bi pa mi lahko preprečili, da bi migrant ilegalno vstopil v državo in ta ženska ne bila posiljena in tega država ni naredila, mora pa država odgovarjati. No, glej, se ti pravim, te, ki so problematični bili, ne, in ki so prečkali mejo tako, kot je ne bi smeli, in ki so jo prečkali z namenom, ker so že bili problematični prej, ne, to se strinjam s tabo. Tukaj imamo kaj debatirati. Ne. To bi mogel biti odločni stop. Ne. Ja. Ampak zmotilo me je pa to, ker se je vse dalo v isti koš in je ta homofobija takrat, zdaj mislim, da tega ni več toliko prisotnega, pa da je bilo to res tisti prvi naval, so se bali pač teh ljudi, tako da so prišli zdaj sem, da nas bodo vsi pobili, posilili, poklali, postrelili, glave sekali, pa se ni nobeno takrat nič zgodilo, ker so samo mi šli. Ksenofobija, misliš, ne? Kaj sem rekel, homofobija? To si kriva. Ksenofobija, ja. Ne, a veš, ne? In so se tako obnašali ljudje, ampak pa kaj je bil pa pol hec, to sem enkrat celo napisal na Facebooku, pa sem sam sebe kontriral. Ampak to je grdo, da sem tako razmišljal, ampak le bom to povedal, če smo že pri tej debati. V kinu sem bil, ne? In so prišli noter, sred predstave, eni 4, so bili pizda, ne, so bili Sirije, neki Arabci v glavnem, ne, z nekimi turbani, pa 2 ženski pokriti, ne. Motilo me je to, da so prišli sred filma not, ne, ker tudi če prišli, dokoli bi mi šel na kurac, ampak dobro so se usedli. Ja. Pizda pa je bil čudno občutek, ne, kao je zdaj kurba bombo fuknala, ko delajo kurba zdaj v kino, sred teme, noter kar nenadoma, pa so pa tudi šli. Ne? Ja, pa to tudi delajo naši pevi, ne delajo to sam. Ja, ampak tako veš pizda, pa sem rekel, čakaj, kurba Istok, zakaj si zdaj tako čudno odreagiral, prej si pa ful pameten, ne? Kaj je bilo zdaj to? In pa sem se sam sebe smejal, ne? Da očitno imamo ljudje strah pred tujci, pred tujim, pa pustimo zdaj te ekstreme posiljevanja. Govorimo čist nasplošno, ko pride nekdo, ki je drugačen kot ti, imaš strah, kaj ti bo pa zdaj ta naredil, ker nisi navajen, ker ne veš, ker je druga kultura in se ne počutiš fajn. Pa ne bi glih rekla strah. No? Ja. Mogoče bolj tako, da je nenavadno, ker nisi navajen. No, se je to. A veš, nisi navajen, to je logično. A? Ja. A veš, Ja. ti, če srečaš v gozdu volka, pismo tega pa ne srečamo v gozdu in kol, a ne? Ja. Veš, in se tako šita, ne? No, sam jaz sem pa takrat rekel, ne, glej, Evropa, kot jo poznamo, ne obstoja več. Ne? Ne. Ja. Evropa se je spremenila. Ja. Zdaj, kaj bomo se bunili ali bomo to sprejeli? Ne? Jaz mislim, da če lahko še Kaj bomo naredili? Ja, Kaj boš nagnala ven z Nemčije 5 milijonov tujcev? Uneka so ilegalno prišli, ja. Ja, kak jih boš nagnala? Deportirali S čim? S pištolami, s puškami, s bombami? Na letala, prvi razred, če je treba. Ja, pa kaj pa, če ne bojo hodili? Kaj boš slaš s pištolami na njih? Jaz recimo ful odobravam to, kar Trump dela v Ameriki. Ja, a si ti za Trumpa, ne? A je to vprašanje dejansko? Mislim, vprašam te. Ja, itak, da sem. Kaj pa te carine zdaj, ko dela? Ja, lej, sorry, ampak on ima pravico delati, kar hoče v svoji državi. Ja, sam, če bo to vplivalo na vse druge države, pa še na Slovenijo. Lej, Giorgia Meloni je poklicala telefon in se zmenila. Ja. Ursula von der Leyen pa tega ne bo naredila, ker pač vsi vemo, kakšna je. No, pa če si že zdaj Trumpa omenila, tega svojega, ne, to pa moramo zdaj, sploh ne moramo končati, ampak bomo mogla, ne, zdaj pa res brez heca, ne, če si že Trumpa omenila, kar je meni, pustma, da pač meni ni tako všeč kot je tebi, ampak... Jaz ga tudi ne ljubim, zdaj je uno neomejeno. No, ampak ne, kaj je meni fascinantno pa res, glede tega, da ga ženske obožujete, ne, da vam je fajni pač Trump gor dol. A ti veš, pa ne mi zdaj govori, da je to fake news, pa bla bla bla. To so zdaj uradni podatki. Tako verjameš pisa za druge stvari, ne mi zdaj začeti, ja, to pa ni res, kaj pa Trump. Ti si meni tudi govoril skozi, ne vem, kaj mi boš sploh rekel, no, ampak... Ja. Donald Trump je znan po svojem grdem odnosu do žensk. Grdem odnosu do žensk. Kako sem jaz poslušala na to temo stvari? Počak. Okay. No? To. Kako je govoril, to so tudi posnetki, obstojajo, to ni zmoždina. Kaj je govoril, kako, pa ko je bil tam pri Miss Universe in tako naprej. Obstaja, mislim, da med 30 ali 40 kazenskih ovadb od žensk, takšnih in drugačnih, kot dure porno zvezde, ki veš, da je plača, da je bila tih, to niso izmišljotine, to so uradni podatki. Samo veš, koliko je bilo recimo tudi fake prijav? No, viš, če je pa za kakega igralca, pa ni nič fake, pred Trumpom je pa vse fake, to ti hočem povedati, ne? Res, tudi za igralce je fake, tudi za igralce pa za športne jaz sam igralci šel v kurac. Trump je pa postal predsednik ZDA. Zaradi tega, ker smo imeli tako slabo opcijo na drugi strani. No, dobro, lej, to imaš prav, ker je pač, mislim, proti kandidati so bili, zato je bil Trump srečo, ampak hočem reči to. Ja. Ne? In kljub temu, da je Trump ta šovinistični prasec, po domače rečeno, ta attitude, pa vsemi temi prijavami, pritožbami, pa verjamem, da vsi niso fake.
Če bi bil to pizda, R. Kelly bi bil že znani v resto. Če bi bil to kak reper, bi bil že znani v resto. Če bi bil to kak igrač, bi ga že znani sfukali. Dokler tebi nisi dokazan, da si ne morejo zapreti. Tudi to so naredili, pa je zdaj, ko je predsednik, kjer so stvari zastarale. Je rekel, to bomo odpustili, zamenjali in je likvidiral ti, ki so ga obtoževali. To si preber, to so obgoradni podatki. Ampak vseeno, kljub temu, da to vemo, da to vete, bi Trumpa šla voliti, ker on je pa car. Pa ne zaradi tega, ker je car. Ne zaradi tega, ker je car. Ampak čeprav veš, kakšen odnos ima on grd do žensk, pa ga ženska vsem podpira. Lej, to recimo, a veš, spremljaš jaz vem, da ti ne spremljaš recimo konzervativne strani, kot jo recimo jaz. Jaz sem včasih bila leva. Jaz sem bila v svoji srednji šoli feministka na polno. Viš, da si bila feministka, sem vedel. In sem bila proti Trumpu in vse, ker so tudi mediji dosti ga uspeli prikazati v grdi luči. Ampak sem pa začela tudi drugo stran spoznavati in sem videla, da te podatki, ki je on rekel ženski, grab her by her pussy, pa take stvari, da to ni tako zelo res, ker to govorijo. Kakšna stvar, valjda, verjetno je res. Ampak te stvari niso tako zelo resnične. In tudi jaz vem, da je bilo proti Trumpu toliko fake obtožb za posilstva. Ogromno. Ampak zakaj je bilo fake obtožb, ker je to Trump? Zaradi tega, ker ženske to počnejo nekatere. Zakaj Messi vedno se slika takole z ženskami? Ampak zakaj pa ženske verjamejo vsem ostalim obtožbam? Samo ko prije do Trumpa rečejo, to je pa fake. To je moja poanta. Če so vsi igrati šli v kurac, pa vsi pevci, ko se jim je prišel en škandalček mali, danes v času mitu gibanja, grejo karijere v kurac. Zaradi tega, ker igralca ne boš najel, ker imaš možnost ga najeti, Trump je pa sam svojo mrežo toliko močno ustvaril, da ga noben ni mogel ustaviti. On ni bil odvisen od nobenega drugega igralca, pa pač te noben ne bo najel za film, zato ker so rumorji, ker sploh ne rabijo biti resnični, mimogrede, da pač si ne vem, eno ne govorim o tem, zakaj 99% žensk bo tem govoricam za druge ljudi verjelo, pri Trumpu pa rečejo, ne, to je pa fake. Jaz ne spadam po ta 99%. Jaz ne verjamem kar tako ženskam. Ne verjamem, zato ker poznam ena moja prijateljica iz srednje šole, recimo, pač je to ni bila nič taka sporna stvar, da se je malo zmislila, da jo je kdo kaj naredil. In to je grozno, če se moškega pokrivamo obtož. Ampak če pa res kaj naredil, si pa zasluži biti zelo sankcioniran za to. No pa če je ena od teh 30 obtožb za Trumpa resnična. Če je ena resnična. Je kriza. Kriza, Sam pač mislim, da ne vem, kera je dejansko resnična. To porno zvezde so mu dokazali, sam je pač so plačali nekaj, kak je že bilo. Ampak veš, ona da sta imela spolni odnos. On ni nje posilil, ona sta imela spolni odnos in če je plačal, da je pač ti glede tega, jaz to ne vidim, to zelo grozen. Jaz ne vidim to zdaj razlog, on bi se mogla vsa karijera končati. Plačal je, dobila je denar, da je tiho, ona lahko ne bi vzela denarja in bi rekla, bom povedala. Tvoje odločitve so pač posledice tvojih dejanj. No, ampak tako ste rekel, vse mi je fascinantno, da prav ženski del prebivalstva podpira nekoga, ki je... Drugače Trumpa ful ne podpirajo, veš? Ne vem, odkje ti podatki. Trumpa linčajo najbolj. V Sloveniji imajo Trumpa določeni ljudje, ful radi in ženske in vse. Trump. Ful, glih to je bila debata, že kak je to mogoče. Dej na Facebook, da zdaj napišem, jaz govar, bebe, vam je Trump cool ali ne? Ful jih bo, da je cool. Trump je cool, bravo. Pa ti veš, da ima, ne, to je fake. Kaj P. Diddy je tudi fake, ne, on je pa to res delo. R. Kelly, ne, on je pa to res delo. Trump je pa fake, ne, to pa ne verjam, to pa ga hoču zjebati, ker je Trump pač car. Sam pač, če dejansko ne obstaja dokaza, jaz ne moram pač verjeti nečemu, če nimaš dokaza. Pa zakaj bi to ženska rekla, pa ga tožili za milijone? Vse so tudi druge znane tožile, pa so ljudje verjeli še prej na sodišče prišlo, pri Trumpu pa kar ne verjamete. Je pa kar fake. Mislim, to je moja poanta. Jaz tudi pri drugih ne verjamem. No ti pač. Ne vem zakaj, to pa ti ne znam povedati. Ok, v glavnem, Zala, da ne bova govorila predolgo, ne? Mislim, da smo 2 ure, po moje smo v tej nori debati. Me zanima, koliko bo ljudem zanimiva, glede na to, da škandala nismo naredila. Ne? Po moje, da ne upam, da nisem kaj preveč pa neke izjave, razumeš, da bi rekli, čakaj, kaj je rekla, fuck, ne. Tega ne vem, če smo naredila, upam, da smo, ne. Vsaj upam, da smo, ampak se ne spomnim zdaj, ne. Tako da mogoče je Zala ob koncu za najne gledalce, ne. Kaj bi jim položila na srce? Kaj bi jim rekla? Vedno dobim to vprašanje, nikoli ne vem. Ampak nekaj pametnega, zdaj ne nekaj brez veze. Nekaj, da se te bojo spominjali, pizda, ne vem, 10-20 let, da bo rekli, pizda, ko je pa z Gartnerjem sedela, je pa rekla nekaj. No pressure, je pa nekaj rekla. No pressure. Ne, pač, če bi rada takej gledalcem, če bi rada, da si kaj zapomnijo, je to, da pač tudi, če imate take poglede kot jaz, s tem ni absolutno nič narobe. In tudi, kot ste danes videli, je to bil nek normalen dialog z nekom, ki se ne strinja v nekaterih pogledih, v nekaterih se. In še vsem smo lahko
normalni, spoštljivi in so normalno komuniciramo drug z drugim. In se mi zdi, da moramo na tem ustrajati kot družba in da moramo na tem delati, da se ne razdvajamo, ker je ogromno tem v naših družbah, ki nas razdvaja. Tako kot si prej rekel, dobro nas ene teme delijo, pa smo že na usmilah na koncu, ki imaš skozi neke podskupine. In se mi zdi, da je to res čist brez veze. In da bo svet veliko lepši, če ne boste vsi toliko zamerali, pa bili ofendani glede kakšne stvari, toleti na feministke. Poslušajte, pač včasih je joke samo joke. Tukaj me je kupla, tukaj me je kupla, punce, tukaj me je kupla in tukaj se strinjam z njo. Pač, ker včasih pol se začnejo ljudje zajebavati samo zaradi tega, da je odziv. Recimo to moj fan dela, kakšna stvar, ki ve, da je ne maram, mi jo dela samo zaradi tega, da dobi pozornost. In enostavno pač to folk dela, tako da če se ne boste odzivali, ne boste imeli v njih. Če ne boste napadali nazaj, bojo tudi te joke počasi umrli, tako da to. Pa pač ne se bodi povedati svojega mnenja, ker ne smemo priti v to, da živimo v družbi, kjer ne boste več smeli povedati, da tudi vi zagovarjate neke tradicionalne vrednote in da hočete živeti v normalnem svetu. Tako da ja, se mi zdi, da če se bomo tega držali, bo svet kar lepši. Mislim, bi volitve lahko dobila. Mogoče. Zakaj me skozi na to politiko? Hočeš, da sem funkcionarka? Mislil sem, da boš nekaj naredila, neko zgodbo z politike. Se jo delam, sam ne dejansko, bolj v aktivistični smeri. Drugače pa, Zala, prednost smo se dobila, si mi rekla, da ne smem pretiravati o kakih provokativnih temah. Pa to kaj si mislila? Ja, si mi napisala SMS, da ne smem preveč... Ne, vprašala sem te, a bo provokativno. Ne me zdaj klele probati, pa bi lahko bil bolj provokativen še? Bom pokazala SMS. Bi lahko bil bolj provokativen, na kaj? Sam na kaj si mislila, na kjer je tematike? Jaz tebe sploh nisem poznala prej. Se za me tudi ne. Dobar, ampak... Kaj si me zgooglala, prej si šla sem? Pač, jaz sem sam, da te po videzu, da sem vedela, kjer boš, ko bo vstopila iz avta. Sorry. Ja, ok. No, in nisem pač, zato sem te vprašala. Če bi te pogooglala, te sploh ne bi sprašvala, ker bi vedela, da bo provokativno. Ampak nisem te pa rekla, da ne smeš biti provokativen, prosim, jaz sem pa to tako razumel. Ne, samo vprašala sem, a bo, tako da vem. Da se pripraviš. Zdaj še nisem imela nobenega tazga intervjuja, da bi me kdo tako izzival, vsaj ne v taki meri. Jaz tako si neki, sem videl, kako si bila z Gorcem si bila nazadnje, nisem gledal, sem pa ker on enako misli kot ti, to je problem, ne? Ja, ne, v vseh pogledih ne, ampak v nekaterih ja, in to mi je zanimivo, bi več takih stvari delala, take debate, mogoče bi to mogla začeti delati. A pa v seksu se hočeš pogovarjati, ali ne? Ja, ampak ne v detaljih, ampak kar se tiče kultura. Ja. Ok, nič, bomo pustila to temo za drugič. Zala, drugače pa še mogoče, če te že imam tu, za koliko denarja bi se pa slekla, če bi bilo treba? Nikaj denarja. Ne? Kako to misliš? Pač se ne bi. Se ne bi? Ne. Se nimaš kje več, ker Playboya ni več, to veš. Playboy so ukinali po celem svetu. A res? Ja. Sam se imaš še te revije? Ne. A nimaš? Pri nas ne. Aha. Dobar, se imaš porniče stran, en klik. Ja, kaj pa OnlyFans imaš? Kva se tamo, itak da ne. Zakaj ne? Pač ne, jaz... Si predstavljaš ta biznis? Mene se tam ti rekla, da me denar ne zanima, tako da nisem podkupljiva in zato pač, ja, znam biti problem. Dame gospodje, to je bila Zala Klopčič. Presenetljivo, kar se tiče teh določenih pogledov na ženske in tako, presenetljivo, odprto dekle, me je zelo presenetila, moram reči, ne. Ima pač te svoje fore, da moški ne smemo zanositi, ne, mislim, to je ona, nam to preprečuje, pa mislim, halo, če narava pravi tako, ne, pazi. In Zala, moram ti reči, da sem užival v tele najni debati, in bi jo še potegnil, sam imam zdaj, ne boš verjela, še en podcast, ki je danes slučajno uletel, ne bom povedal, kdo bo pa fajn. Tako da, kaj ti ne rečem, ne, po pameti. Hvala, enako. In ostani še naprej takšna, kako bi rekel, feisty, polnokrvna ženska, ki pove, kar želi, pa ne fanta preveč jezit, to moraš pa sem paziti. Ok, bom. Ok. Hvala za povabilo. Se vidimo. In gledajte še naprej njegov podcast.